čisto vsega ne bova izključila, ker se ne strinjam, da se tehnologija izključi iz otrokovega življenja, ker jo bo zmeraj bolj potreboval. In tako da imate v bistvu vikendi so za občasno za kakšne igrice tudi, ne. Moramo biti seveda toliko pa toliko časa odzunaj, tudi to imamo, ne, da je svež zrak, da se pač nahodimo, ker imamo pse, da gremo na sprehode, karkoli. Drugače pa televizija je pa tudi, ne, omejeno. Vsi se v bistvu, to, kar si zdajle rekel, vsi se uspeha bojimo, konec koncev, ko začneš razmišljati. Ja. Ne tega, da bomo padli, ampak tega, da bomo uspeli. Zakaj pa? Se mi zdi zato, ker se bojimo te ekstra odgovornosti, ki jo prinaša to. Ker se pol zgodi kaj? Ja, pač nekateri razmišljamo, vsaj jaz, iz mojih izkušenj, recimo, ne, ko sem pač ta strah pred uspehom, sem videla sama pri sebi, pa ne bom imela več časa za to, pa ne bom imela več časa za to, če se to zgodi, ne. Pa če mi to rata, pa ne bo časa za tisto, pa ugotoviš, da je to samo zgodba, ki se odvija v moji glavi. Ker je strah pred neznanim, ne, kaj bo prišlo. Pozdravljena, Jasmina. Živjo. Prvo vprašanje, zakaj si rekla ja, podcast? Zato, ker prva stvar, ki si mi omenil, sem se ustrašila in vem, da pač strah je, v bistvu mi kaže, kam moram iti, a ne. In ta izpostavljanje je bil pri meni vedno bolj, na oni strani, da pač rajši ne. Rajši bom rekla ne, ampak sem se naučila, da pač moram iti proti temu, ker ti to v bistvu pomaga, da zrasteš. Se nekaj novega naučiš, pa konec koncev mogoče pa komu danes, kar bova govorila, pomaga, pa sva spet naredila nekaj dobrega. Res je in hvala. Tako da hvala za vabilo. Ja, da se nisi ustrašila in da karkoli boš delila, bo tistim, ki bo poslušal, nekaj dalo. A ne, konec koncev ni važno, v katero smer bo že to šlo, a ne. Okej, in zdaj nekdo, ki ne pozna Jasmine, kdo je Jasmina? Kdo je Jasmina? Velika ljubiteljica živali pod prvo, definitivno mama in žena. Potem pa tudi mentorica za osebno rast. Sem tudi trenerka čustvene inteligence zraven in ukvarjam se tudi z možganskimi profili in pa energijsko zdravljenje, reiki. Tako da nekako probava z možem, ke oba sodelujeva, v biznisu povezati vse to v neko celoto, tako da ko človek pride k nama, stranka pride k nama, pogledava v bistvu na vse različne nivoje, ne zgolj na mentalno oziroma čustveno, probava to združiti in ja. Drugače pa, kaj še uživam potovati, odkrivati nove kraje, tule sem mogoče kar malo addict varianta. Pa rada se učim, skozi se rada učim, nove stvari, tako da, ja. Kam je zdaj naslednja destinacija? Glih zbiramo. Starši od mojega, se pravi, moj partner mož je iz Avstralije, tako da pridejo vsake toliko časa na obisk in gremo letos malo po Irski pa Škotski, potem bo pa še kakšni toplejši kraji bojo še udarili, samo se še nisva čisto odločila. S prstom kažemo malo okrog, da vidimo, kam bomo šli. Okej, kaj pa otroci imajo kaj, lahko glasujeta? Tudi otroci lahko glasujeta, samo mora biti tako, da je malo za nas, prav za mene pa za moža, pa da je malo za njiju, tako da delamo neki kompromis med vsem. Veva, da imata rada plažo, tako da definitivno bo nekaj plaža vključena. Ne siliva jih v muzeje, ker veva, da jih trenutno kot fante, mlade, to definitivno ne zanima. Tako da probamo najti stvari, ki nas interesirajo vse. Okej. In kaj se pa zdaj učiš? Kaj se zdaj učim? Ja, kaj je zdaj ta zadnja, ta trenutna stvar, kjer nabiraš novo znanje? Zdajle pa že kar nekaj let v bistvu nabiram znanje v Avstralski akademiji, kjer je mentor en zelo odličen človek, ki je delal več kot 25 let tudi kot zdravilec. Tako da nas v bistvu uči, poleg tega, da rastemo, ne, se pravi, da se učimo sami o sebi, nas uči tudi svoje pristope, kako on recimo pomagal strankam tudi na tem svojem področju prej in potem tako, da nekako kombiniramo osebno rast. Vedno pa, ne vem, tako gledam, kaj bi lahko še kaj novega vključila. Tako da, ne vem, zanima me veliko stvari, ampak vem, da se moram v bistvu fokusirati v to, kjer sem zdajle v tem trenutku. Tako da, če se bom preveč raztresla, pol se fokus tudi izgubi in se mi zdi, da moraš delati na eni stvari, da rataš lahko res dober v tem, no. Tako da, to je zdaj že ene 5 let, ja, v eni in isti akademiji. Pa zraven še malo drugih stvari po delčkih. Ja, seveda, zanimivo. Tako da.
Koliko je pa zdaj, ki je ena taka znanje, ki ga bomo več ali manj vsi potrebovali v prihodnje, uporaba, trening umetne inteligence tudi, ali se jo bolj izogibaš? Umetno inteligenco vem, da se mora vključevati. Jaz sem, če sem čisto odkrita, zdajle pri tem še malo bolj odzadaj. Nisem še zelo, kako ne rečem, ažurna, da bi jo znala uporabljati. Še vedno prisegam na to, da uporabljam pač svoje znanje, da sama delam. Vem pa, da bom enkrat mogla popustiti pa se naučiti. Tako da zaenkrat priznam, da še nisem med tistimi, ki so. Okay. Ki so. Mislim, sej, če te sama narava dela in tu, kar počneš, na nek način ne prisili, da ni zdaj brez tega, si pa že toliko zadaj, da dejansko ne boš dobila strank, ne moreš delati, kar si želiš delati, in je tu nujen korak, verjetno bi tu že znala. Pa bi me prisilili, ja. Ker pa ni, pa pač je tako, kot je, kar je čisto v redu. Ker je zanimivo. Na nek način jo lahko uporabljaš, po drugi strani lahko izgubiš lastno kreativo. Ja, odvisno, zakaj jo uporabljaš. Ja. A vi jo uporabljate? Ja. Bi jo, ampak jo uporabljam bolj za recimo podporo. Imam idejo za predavanje, nek webinar, ki delamo, in pa rečem, tu bi pisal, ampak jaz sem že veliko dal not informacij, ve, kakšen je moj stil. In pa v bistvu mi sam rečeva slajde, sam vsebino slajdov, pa jaz tu premestim v PowerPoint, oblikujem, pa pol dam v bistvu svojo čarovnijo čez, ker so neki osnovni principi, ki delujejo, ker če bi ti zdaj v Reikiju predavala, če bi ChatGPT spisal, pa ti bi verjetno bilo dosti podobno, ker ima vso bazo. Ampak pol dodaš svoj nastop, malo svojega čarobnega prehuda je tvoje. In za kaj tazga. V bistvu uporabljam, da ne rabim čisto iz praznega lista ustvarjati zadeve. Se pravi za idejo. Pač neko idejo sprožiš ven, on ti da, poljo pa še po svojo obrneš, da je tvoje v bistvu. Pa še kaj se včasih ali kaj ekstra naučiš, ali pa nekako zbere skupaj, ki si tako, tu pa mogoče, če bi sam mogel skupaj spravljati, bi trajalo 3 dni, tle je pa par minut, kaj tako, da pohitri proces. Sploh zdaj, ki imam 2 firme, pa tako naprej mi prav pride, da hitreje ustvarjam vsebine. Da gre hitrejše, Zanimivo. Zdaj pa, se pravi, mož je Avstralec, živite pa v Sloveniji. Živimo v Sloveniji, ja. Seveda, nisi se pripeljala zdaj iz Sydneyja za ta podcast. Ne. Mogoče en dan bom imel tudi to vrednost. Ampak sem živela 8 let v Avstraliji. Preden so prišli otroci. Se pravi, preden so se otroci rodili, sva bila v Avstraliji. Sploh sva prišla sem, ker je tudi on želel v bistvu probati življenje v tujini. In pa je rekel, nič greva. In sva šla. In kako mu je? V redu, sam manjka mu surf plaža. Tako da to je zdaj najdu tam nekje na Hrvaškem, 2 uri stran, tako da. Verjamem. Pač oni vsi bolj ob robu živijo, več ali manj Avstralci. Ob plažah. Če greva na temo šolstvo, recimo, zdaj imaš otroka, sta stara 8 pa? 10 bo ta drug letos. Pa 10 bo ta drug, ta prvi. Ta prvi, V redu. Hume je ime, da ne bomo govorili. Julijan pa Svit sta. Se pravi, Julijan je starejši. Starejši in Svit je mlajši. Možu je pa ime? Scott, ok. Da je po imenu, če ne je tako neosebno. Reče, ok, v Avstraliji si živela, ne vem, koliko si takrat spremljala, pa zdaj te naše, pa zdaj, ki imaš 2 sinova v našem šolskemu sistemu. Kakšne so kaj razlike, kaj bi pri njih vzela, pa sem dala, ali pa tle vzela, pa tam dala, ali kar bi vrgla ven vse posod, pa bi noter dala, ker veš, da bi tu dala največ. Tam nisem imela zelo veliko kontakta, stika s šolstvom, ker nisem imela otrok še tam, tako da ne vem točno, kako šole so v Avstraliji, če sem odkrita. Tukaj pri nas pa kar opažam, se mi zdi, da se, dobro, zdaj mogoče bo nefer do kakšnih, vem, da vsi učitelji so nekako vpeti v sistem, to mi je jasno, sistem je tak in ga ne morejo spreminjati za enkrat, upam, da se bo to zgodilo enkrat v prihodnosti, ampak se mi zdi, da se ful veliko zahteva.
neke teorije, zelo malo je tega praktičnega, stvari, ki jih bojo v življenju rabili. To pač opažam pri naših dveh. Tako da je, lahko tako rečem, ena piflarija. Že v 4. razredu sem tudi kar presenečena stvari, ki jih zahtevajo od otroka, ki še zase ne ve zelo dobro, ki se še uči sam v sebi, po svetu. Tako da dodala bi predvsem kakšne čustvene inteligence, definitivno, da se čim več o čustvih pogovarjamo, kako se počutimo, da znamo to izražati. Mogoče tudi zdaj osebno rast je zelo težko vključevati, ampak mogoče, ne vem, sam na nek način, da bi se mogoče te povezave med ljudmi delale, koliko so pomembni odnosi, koliko je pomemben, kakšen si ti, kako se obnašaš do drugih in te zadeve. No. Saj nekaj so imeli letos, recimo pri temule v 4. razredu, ampak tako, ne, neke osnove, kar jih midva z možem potem probava doma učiti, no. Da otroka tudi veste, kako bo, pa recimo finance, to je zdaj, ne vem, kako je pol v starejših razredih, višjih razredih, ampak predvidevam, da tudi ne bo nič, ne. To so vse stvari, ki jih ti rabiš. Faksa ni nič, ja, ne, če grejo na ekonomski faks, pa, če ne grejo, pa tudi verjetno ne bo tega imeli, ne. Tako da, kaj pa vem, ni praktičnega. Manjka. Učitelji, eni krasni, res vidiš, da so tam s srcem, eni so tako kot v drugih poklicih tam zgolj zato, da oddelajo tistih 8 ur in grejo domov. Ampak to se najde povsod, ne, tako da ni zdaj kritika samo zaradi šole. Ja, razumem, ampak tu je zdaj, smo že v enem, ne vem, sem debatiral z nekom, ta Gaussova krivulja, pač vse posod so te. Samo moje vprašanje družbi ali pa odločevalcem nazaj je, zakaj? Zakaj smo sprejeli Gaussovo krivuljo? Se to je samo opazovanje, nekdo je rekel, tako pač je, in pa zakaj rabimo mi zdaj tu sprejali, zakaj ne smemo stremeti k neki, se pravi, excellence je po angleško, po slovensko bi bilo. Odličnosti, ja, ne. Sploh, ko gre za prihodnje generacije, ko gre za stik z mladoletnimi, z še neizoblikovanimi osebnostmi, ja, ne. Da se tam pusti na sistemski, to pomeni, da nekomu je vseeno. Če mene prav, od teh, ki odločajo. Nekomu, ki ima glavno, kaj gre čez, kaj ne gre, mu je vseeno. Ali vseeno, ali pa ne razume vsega, kaj se dogaja, oziroma ni v to vpet. Kar pa pomeni, da ni prava oseba na pravem mestu, kar pomeni, da je njegovemu šefu vseeno. Pač nekomu nekje mora tu ustrezati in mu pol ustreza, da so taki karakteri tam, ki o tem odločajo. Recimo, ker druge ni, ne. Ne, ker tudi pritisk je recimo močan, ne, ko vidiš. In zdaj ravno pač, ne vem, najstniki, ki se začnejo na veliko primerjati med sabo, ne. In pol ti ocene, ki pridejo, mislim, ne, ki jih gledaš, ki so pol vsi poklepani, ker niso bili dovolj dobri, ne. Vse to prihaja ven, ne. In se začnejo rane in to je logično, saj to bomo vsi imeli, pač tega ne moreš preprečiti 100%, sam. Če imaš pa ti nekoga, s komer se lahko pogovarjaš, a ne, ko se ti to dogaja, oziroma če se hočeš pogovarjati, je pa mogoče že malo lažje, ne. Ker jaz vidim, kako je pri mojih dveh, pač jaz sem bila ena unih učenc, ki je stremela vedno 100%, ne. Kaj imam danes od tega, nič kaj dosti tiste šole. Perfekcionisti, ne. Točno to, ne. Ampak vem, iz kje je to prišlo, iz moje familije, kaj se je dogajalo doma, ne. In vidim zdaj, da ste tudi otroka zelo podobna, tako da moramo zdaj delati na tem, da začnete ta del spuščati, a ne. Da je važno, da ti vložiš tisti trud in potem kar pride, a ne. Da si ti to tako sprejemaš svet zdaj, da je važno, da vložiš trud in kar pride, ali... Se včasih še ujamem, veš, bom čisto po prič povedala, se mi zdi, da ne moreš... Zaradi tega vprašam, a ne, ker se veš, ne, težko je zdaj... Rečva, ti si na kavču, Netflix and chill, pa cigaret, pa pivo, tam imamo pa razlagaš sine, živi zdravo, ali? Ja, ne gre, zgled, definitivno. Ne, saj se pač učimo, vsi se učimo in logično je, ko imaš neke podzavestne vzorce, da ne, ko jih ozavestiš, je malo lažje, lahko stvari drugače ne izbiraš, ampak ko greš pa na avtopilota, pa spet greš nazaj v isto. Tako da pač razlagata, ne, kaj se mami zgodilo, kako se je očetu kaj zgodilo, da razumeta, da pač vsi delamo napake, vsi pademo, ne, vsem se ne izide tako, kot bi si želeli v tistem trenutku, ampak, a veš, gremo naprej, ne. Pač vztrajamo. Sej, karkoli je, bi rekel, da je uporabno, ne, sej, če bo kirurg, je super, da je perfekcionist. To je tudi res. Ne, se pravi, spet odvisno, ponovadi v odnosih perfekcionizem ne deluje, tam ubijaš odnose, a ne. In tudi odnos do sebe ne deluje, če si perfekcionist, tu je ta, ki mogoče
večina ne pogleda tako, da nič ni narobe z ničemer, ne? Sam, da se bolj naučiš, kaj kje uporabiš, kje je meja za kakšno stvar. Tako, ravnotežje moraš loviti, ne? Pa iskati. Kar je pa, kaj ne rečem. Ja, ampak bolj zanimivo je, ne, če pogledaš, neko imaš ti, ampak če pogledaš življenje malo dlje, ne, pa vidiš, se mi dogajajo, rečeva, slabe stvari, pa dobre stvari, ne, ampak če daš neko izravnilovko, ne, na koncu je pošteno, ne. Nekje se ti je to zgodilo, ampak koliko imaš pa tle, ampak mogoče imaš premalo učka na dobri, pa imaš preveč na slabi, ne. Ampak bi rekel seveda, če ti stremiš k svojemu napredku, svoji rasti, raziskovanju sebe in svojih vzorcev, ne. Če pa ne, pa kaj jaz otrokom v šoli razlagam, ne, ta ravnotežje ima, večkrat jaz sem tako poenostavil, veš, življenje je ta krivulja utripa srca, ne, gor dol, gor dol. Zdaj, če mi iščemo ravnotežje na tej krivulji, ne, pridemo do ravne črte, ne, ki pa ni dobra, ne. Ker na koncu pa balans je, ne, saj kakor gre gor, tu gre dol, ne, in se pravi, samo po sebi zbalansira življenje, ne, če to vidiš tako. Jaz po njem rečem, samo to krivuljo mečka na gor obrnite, ne, tako da na dolgi rok boste zmeraj pač bili boljša verzija sebe, ne. Ker, se mi zdi, da ni trenutno v družbi, bi rekel, če pogledaš celovito, ni dober ta balans razložen, to ravnotežje razloženo. Se mi zdi, da nas prej bremeni in pa si spet še ena stvar, ki je nimaš. Ker se moraš v bistvu fokusirati na to, pa ne moreš doseči, ne. Še ena stvar, da si lahko reče, da ti ni rata, ne. Ker dosegel bi jo, kako bi jo zmeral, ne. Ne moreš. Edino tako, da bi svoje življenje vsako sekundo meril, kje si zgoraj ali spodaj in konc dneva pogledal, koliko trenutkov je bilo gor, koliko dol in zdaj vidiš, ali je, ali ne, se malo, probam jutri malo več gor, ne. Ampak pa spet eno leto in tu prije do takih podatkov, ne, da dejansko ne bi pozabil sproti živeti. Res je. Tako da, ampak mi je, zanimivo te izrazi, kako jaz rad igram z besedami, ki imajo cele svetove zadaj. Sam prej si omenil, kaj si rekel, negativno, pozitivno, ne. Ljudje smo itak bolj k negativnemu, ne, nagnjeni. Zakaj? Po tvojih raziskavah? Nimam raziskav, ampak tudi vidim recimo pri izkušnjah, coachingu. Pri strankah na splošno, ne vem, ne znam ti povedati, zakaj bi jaz rekla. Pa je to samo v Sloveniji ali tudi v Avstraliji? Na splošno ne bi bilo to, saj tudi Nemčija je dosti drugače. Mentaliteta sicer je, da ne bova čisto vsega dajala v isti koš, ampak kar se tiče tega, vsi lažje pogledamo na negativno kot pozitivno. No? Ampak konec koncev vse, kar se ti zgodi, je dobro zate. Tako se meni zdi. Ja. Ne moreš reči, da je nekaj negativno pa nekaj pozitivno, ker kar ko se je zgodil, se je z namenom. Ne? In si se iz tega nekaj naučil, torej je bilo na koncu tako pozitivno, če tako rečemo. Ja, čeprav v trenutku tega nismo videli. Ne? Ja, se bo pa še enkrat zgodil. Ne, ne tako to gre. Ne? Ampak si omenila, kakšna je razlika mentaliteta Slovenija, Avstralija? Veš kaj, kar sem jaz opazila, recimo, tam so ful hitrejši bili pripravljeni pomagati. Tako? Pa ne govorim, a veš, to se zdaj zelo slabo se lahko to sliši. Zato, ker družbo, ko imam jaz pač prijatelje, ki jih imam okrog sebe, so super, krasni. Tako da ne dajem nobenega, ne mečem nobenega v nek koš, ampak bolj na ta način, ne vem, primer, parkirala avto, v Sloveniji vem, če bi se mi to dogajalo, še nisem dobila pomoči, ker pač bočno noter v tisti majhen prostor. Tam se je recimo nekdo takoj ustavil, pa je šel samo men, pa pač zdaj na angleščini, ampak ti lahko pomagam, vam pomagam, da boste not parkirali. Tako, take, a veš, minimalne zadeve. Ne zdi se mi, da je to tako, kot kle, ne vem, sosed bom imel ful dober avto, zato da bom lahko sosedu pokazal, da jaz pa imam, ne. Sem jim ni bilo tok, ne. Pač jim ni, kar sva imela midva izkušenj, gledala, pač važno, da se avto pripeljal do B. Dobro, imaš tudi tiste, ki so vlagali v to in jim je to pomembno, ampak ne iz principa, tako, kot smo imeli kle, ne. Da pač pokažeš nekomu, da ti pa imaš. Zdi se mi, da tako, pač na ta način, kar sem jaz ljudi spoznala, so bili bolj odprti, bolj so tudi povedali svoje te slabe izkušnje, recimo, ali pa so bili bolj točno to, ne, težave.
Medtem, ko sem imela tukaj vedno občutek, zdaj ne strankami, ampak tako, ne, da pač meni gre pa super krasno, jaz pa ne smem povedati, da mi nekaj ni šlo. Ne. Pač tako, to so mi te neke take osnove, no, ki bi rekla. Bi rekla, bolj avtentična družba. Ja. Tisto, kar sem imela izkušenj, no, v 8 letih, zdaj pa nisem spoznala vseh Avstralcev. To me zanima, ne bova iskala absolutne resnice, ker je pač 6 milijard 280 milijonov ljudi na svetu, to resnice na svetu, a ne? Ampak tvoja je pa tvoja izkušnja. To je to, kar mene zanima danes od Jasmine, a ne? Se pravi, v šoli bi dala več prakse, ven vzela to piflanje. Mislim, nekaj se moraš še vedno naučiti, ne? Razumem, ampak ne vem, kje mejo postaviti, ne? To pač, da zdaj ne vem, kdo bo to določil, tisti, ki se bo javil, ampak Pa recimo, če bi ti imela magično palčko, ti si zdaj ta odločevalc, ki nam postavi. Ja, vem, odgovornost prevzeti. Ja, valjda. Ful težko, zato ampak ker je to zdaj, res ena taka... Ampak vseeno, jaz si želim čez te podcaste tudi, da naberamo malo ideje različne od različnih ljudi, različne izkušnje, recimo kot mama, pa se pravi trenerka čustvene inteligence, energije in tako raziskovanja človeka. Verjetno imaš en pogled na to, kako bi sestavila nek svoj paket, kaj bi otrokom dal. Ali pa ga boš zdaj ustvarila iz nič. A zdaj le nekaj ustvarjam. Kaj bi jim dala, kako to zdaj misliš? Ja, recimo, tebi damo magično palčko, tle drugače, ne? In ti narediš nekaj in zdaj naprej je tak šolski sistem. Kakšen je ta šolski sistem? Kako šola poteka? Še vedno neka teorija je, pač zdaj bi pogledala glede na to, kaj jaz vidim iz svoje perspektive, da mi je prav prišlo v življenju. Tako da ne bi šla v neke detajle, ker recimo, če gremo v detajle, ne vem, pri biologiji bom rekla primer, ne. Zdaj, če se bo kdo šel za zdravnika učiti, pa te zadeve bo verjetno to itak takrat imel, ne. Tako da neke osnove bi mogla še vedno vedeti. Tako da nekaj malega piflarije bi verjetno še vedno bilo, ne. Dobro, potem bi pa mogoče tudi, zdaj ne vem, kako so testi v višjih razredih, tako da težko zdaj to sodim, ampak mi je bilo zelo všeč pri starejšemu sinu, ko so imeli nek test in je učiteljica noter dala vprašanje, ki ga sicer oni niso jemali, ampak je želela videti njihovo razmišljanje. To mi je bilo recimo res top. Ker je on napisal, sicer njegov odgovor bil napačen, ne, pač kar je napisal, ampak je zraven pa obrazložil, zakaj je tako napisal. In je v bistvu potem ocenjevala njihovo razmišljanje. In bi mogoče probala vključiti tudi to, zdaj kako to vključiti v predmete, nisem čisto prepričana, pa pri katerih bi lahko. Kritično razmišljanje. Ampak definitivno ta del, ne. Predmete bi verjetno še tako, kot sem prej govorila, kaj v financah bi sigurno še dodala, da mogoče se saj naučijo te osnove, ker nimamo te izobrazbe glede tega, kdaj vlagati, kako vlagati, recimo, če so že na tem, in otroci pa kar bojijo in je pa kar nek strah okrog denarja, pa ga bomo imeli dosti, pa tako da mogoče te zadeve starši bi nekako vključila, ampak ne na način, da se morajo z otroci učiti, ampak da mogoče so kakšne delavnice, ne, tudi, da so na vsaki šoli, kjer se pač starši pridejo, tisti, ki seveda želijo, pa da lahko pol delajo tudi na sebi, da potem v bistvu se naučijo, kako lahko oni otroka podprejo. Recimo, ne, čez šolanje, ker se mi zdi, da otroci redno rabijo to podporo, no. Tako da ta del čustvene inteligence bi tudi nekam vključila, definitivno. Na kakšen način, nisem čisto prepričana, ker bi bilo treba prilagoditi vsakem razredu, seveda, pa njihovemu razmišljanju. Tako nekako. Zdaj, vem, da v idealnem svetu to ne bi šlo čez, če bi šlo, ne, pač brez ocen. Ta del, recimo, kle je ful velik pritisk, kot sem že prej omenila, in ta primerjava, zdaj, kako izvesti nek sistem, kjer bi brez ocen mogoče to funkcioniralo, ne vem, ker ne poznam ozadja, ker vem, da neke omejitve morajo biti za naprej, ali pa da bi mogoče potem naredili te sprejemne izpite, recimo za srednje šole ali pa za, ne, potem kasneje, če grejo na poklicno šolo, da imajo nek sprejemni izpit, če se za to odločijo. A bi to delovala, ne bi, ne vem. Zdaj, to je idealizirano, ne, v moji glavi. Nisem učitelj, nisem v tem toliko noter, ampak ne bo se zares spremenilo točno tako, ampak mislim, da je več ljudi, ki pravijo, pa tudi učitelji, ki so tle bili ravnatelji, pač da bi oni ocene dali stran, ne.
da je nažirajo samo bit šole. Ja. a ne. Pa samo podobo otrokov, Ja. vse ni, da ni. Ne? Mislim, športna je taka, kjer cene so zagravžale šport otrokom. a ne. Res je. Ker ni ne, nekdo ja. sposoben recimo vršiti žogo visoko v zrak, Ja. pa zadeti koša, pa na koncu dobi slabo oceno. Ne? Ja. Ali pa ne more skočiti, zato ker pač ni enako. Ne, Pa se mu zamer šport. Ne Namesto da bo bi šel več, gledali, dajmo pogledati, okay. A rad igraš, a bi rad igral tam, ja bi. Pa, no, pa bomo malo trenirali za tvoje, zakaj je tu tako na dolgi rok dober. Da se spodbuda, ja. Da spodbujaš, ne, da, ker v bistvu ocena je kritika na koncu, ne, če je slaba. Če tako pogledamo. Ja, ne. definitivno. Ne, če dobiš 2 pri metanju žoge, koliko visoko jo vržeš, pomeni, da si nesposoben. Ne. Če dobiš šut, si pa imbecil. Ne. Ja, ja. In zdaj pogledaš otroka, ki še ne razume vsega, ne? Kaj mu to naredi, ne? Ja. Kako začne vse razmišljati. To je, ne vem, pač v idealnem svetu bi bilo tako. Ja, ok, cool. Če se ne bomo pogovarjali o teh svetovih, jaz sem mnenja, da pol niti ne moramo priti kaj bližje. Ampak bomo vedno biti tako pač je, tak je sistem. Ja, pa sej sistem smo ljudje. Ne? Res je. Mi si ga delamo. Ne? Zdaj, ko sta s partnerjem, se pravi slovenski, avstralski svet se malo meša, a ne? Kakšen je vajen pristop k vzgoji, recimo bil, ko sta se že prej pripravljala, preden si zanosila, ali sta med nosečnostjo se lotila starševstva, raziskovanja, ali pa je otrok že prišel, pa sproti, a ne, ker pač imamo različne, ali sta sploh usklajena, ali nista bila, malo me zanima vajina izkušnja. Ko je oba sva imela, ko sva bila otroka, sva imela oba dva dokaj zanimivo izkušnjo, zelo podobno. In ko sem zanosila, sva se pač pogovarjala o tem, kako in kaj naprej, a ne. Prebrala par knjig, ampak vsi vemo, da te nihče ne more pripraviti na to, kaj boš naredil, ko boš otroka držal v svojih rokah. Žal. Tako da na začetku, bom čisto po pravici povedala, sva kar zafurala vse skupaj. Sva šla v napačno smer. Dobro, kaj, se ni nobeno umrl, ne hecati. Ampak ja, pač začela sva takrat zdraviti najine lastne rane, kar velikokrat starši naredimo. Ja, ki jih otrok jih odpre. Točno to, ne. Otrok jih odpre in ti jih pokaže in potem jih začne zdraviti in misliš, da bo tako boljši. In ko sva potem v bistvu oba dva začela v tej šoli, v akademiji, ne, v Avstraliji, nama je takrat mentor zelo dobro povedal, da bo mogla začeti postavljati meje, kako pač, ne, naj jo nauči vse te zadeve, ki jih takrat še nisva same dva zelo dobro poznala. Tako da ena stvar, ki je zdaj, je, da sva vedno skupaj kot tim. Se pravi, tudi če je kdaj kakšna stvar, katero se jaz recimo pri njemu ne strinjam, mu ne bom povedala pred otroki, ampak se bo pol pogovorila, pa da razumem njegovo perspektivo in tako. Ampak drugače pa imava neke vzorce pač skupaj, kako furamo to. Definitivno nisva midva šefa, ampak tudi otrokom vedno poveva, da delava vse za dobro njiju, da sva pač zdaj v tem trenutku midva starejša, ker poznava določene izkušnje, sva šla čez to in njima probava pomagati. Se pravi, kadar so tukaj še določene meje, ki jih ne morata v tistem trenutku razumeti, jima poveva, da sta za dobro njiju, ne. Pa itak vemo, da brez mej postane kaos, tako da so ljubezen, kaj ne rečem, ne? V bistvu se najne ljubezen skozi meje, skozi to, kako jih probava vzgajati, kako hočeva midva v bistvu živeti, da jima kaževa nek vzor, se pravi, da sva jim vzor v življenju, da pač probava furati na ta način, ker ni vse skozi besede, vsi dobro vemo, da otroci na pol slišijo, kaj mu rečeš, dejansko pa gledajo cel cajt, pa opazujejo. Tako da, če misliva midva nima kaj reči, morava to tudi živeti, ne? In tega se probava držati. In tudi ta mala dva sta se zelo dobro naučila v teh letih, da če mami pa dadi, tako rečemo, ne, kaj, ne vem, kakšno mejo postavita, pa sta videla, da mogoče to ni čisto pri nama bilo tako, nama boste v bistvu tudi nazaj vrgla, ne. Tako da sta nama dober ogledal pol tudi, da midva izboljšava sebe, ne, kot starša. Ja, kar je ta vzajemnost. Ne? Točno to, ja. In se lahko učimo drug od drugega.
Ena zanimiva perspektiva je, da otroci niso naši otroci, ne? Ampak oni so svoja bitja, za katere smo mi pač odgovorni, da jih pripravimo na to življenje. Niso pa naša last. Ne. Pa da jih učiva odgovornosti. Se mi zdi, da to je tista pomembna točka v življenju. Da boste same dva odgovorna za to, kar se jim bo v življenju zgodilo. Tudi, ko se znajdete v kakšnih situacijah v šoli, ko so se že zgodile, proba vidno pokazati, kako je v bistvu to, kar se je zgodilo, se je v bistvu za njuno dobro, ker sta naredila to pa to in da se probate iz tega učiti, ne? Da gremo na projiciranje, kar ljudje vsi delamo, ne? Vsak daj rukne pa proba koga okrivita, ne? Pa s prstom pokazati, ampak da se probamo učiti pri sebi, ne? Se pravi, da smo mi tisti, ki smo odgovorni za vse, kar se dogaja. Tako da, če boste to odnesla s sabo, se mi zdi, da sva naredila veliko. Ja, definitivno v današnji družbi, ker manjka te odgovornosti. Res je. Pa ne, da leti na posameznika, sam stanje v družbi kaže, da ni odgovornosti. Res je. Kar pa je, da mora biti taka kritična masa posameznikov, ki radi krivijo druge. Ja. Ampak sej tu v bistvu tudi lepo učiš otroke, ne? O tem sem zasledila tako. Da. Ja, valjda. Jaz sem zmeraj tako, kaj si ti naredil? Najlažje reči, ja, on me je tudi, zato si ga rabo nazaj. Ok, razumem, ampak zakaj te pa je? Ja. Kaj je bil korak prej? Ne? To je ti znani stav. A si ga izzival? Ja. Pa ga nimaš zdaj pravice nazaj. Če si ga izzival, si ga že. Pa zdaj on ti je vrnil, sploh ta mal, ki še ne mora besedno tako, ne, pač zartikulirati vse, bo pač se zadere ali udar ali nekaj, ne. Ta več pa ve, kje ga mora pikati. To je tako zanimivo opazovati, ne, ampak na koncu je to dobro za oba, na dolgi rok, če gledamo, ne. Ja, stav, se pa znata tudi ful lepo zaigrati skupaj, kar je pa spet vidiš, da je vse skupaj eno usklajevanje. Ona dva se morata tudi najdeti, pa zdaj veste, da še sestrica prihaja, pa je še tako v tem noter, ne, zdaj vem, ja, mami je tle, ja, ne, zdaj boš spal v svoji posli, ne, bi se stiskal, ja, sej zadaj mi je logično tvoj preživeti mehanizem, že ve, da se ne bo mogel več toliko, pa zdaj proba izkoristiti te momente, a ne. Ja, mi imamo tudi to, ja. Tako vikendi so za stiskanje, predvsem tako, hočem reči, gremo. Hočeta spati, da spimo nekako skupaj, pa se pa že nekako zmenimo. Sicer vem, da kakšen bi rekel, se s tem ne strinja, sam se rečem, pismo čez 5 let pa mogoče ne bo hotel niti, da ga objamem, tako da, ne. Dokler ima to željo, pa če se to da, zakaj pa ne? Ja, jaz mislim, da na koncu mami je vseeno ta varnost, ne. Ja. Ki jo rabiš. Oči mora pa po moje, ne. Mečkan bolj tole disciplino držati, ne. Oči je disciplinator, saj tako jaz vidim svojo vlogo. Aha. Ja, veo imata tudi hokej, mami, oči, ali sta oba, mislim, ker čisto isto ne morata biti, konc koncev on je za njih dva zdaj bog, ne, za ta starejšega še 1, 2, 3 leta, pol bo pa družba ratala ta, ki bo imela večji vpliv, ne. Zdaj je oči še ta, ne, pravijo, da oči naredi iz fantov, moške od 6 do 12, 13 leta, ne. Ja. Oči se uči v bistvu svoje močino, tako bom rekla, če lahko povem to. Ker ko sva začela, pač ko se je najina veza začela, jaz sem bila vedno ta močna, kako ne rečem temu. Ki je nosila hlače, ne, varianta, ta ženska, ki ima nadzor in to, in se mogla v bistvu jaz učiti skozi najino vezo, da začnem to spuščati, pa da začne on to prevzemati, ker konec koncev je le moški, a ne. Tako da, ampak drugače pa ne vem, se mi zdi, da imata trenutno sva oba dva popularna, no. Ker tudi, ko so meje in to, sva oba dva na isti liniji, tako da ni tega, da bi pol šla rajš recimo k mami, ker je oči rekel ne, ali pa hočejo, ker je mami rekla ne. Probavata pa še vedno to, pa itak. Tako da, ampak mislim, da gledata pri očiju določene stvari, pa pri mami druge stvari, ampak ja, ko začnemo v puncah, v tem trenutku je ta mlajši, jih ima vedno 10 na spisku, pa vsakič je druga, ne, medtem ko ta starejši pa jaz nam ni imel nikoli punce, tako da ti si moja mami in that's it, ne. Ja, tako. Opazujejo. Prva. Prva, ja. Če to rečem, se bo zatisnil oči, ne. Ja, ampak zanimivo je, ne, ker ta večji, ne, če gledaš, ta starejši imajo vedno starša 100% oba. Zdaj ta mal, ki je prišel, si že deli, ta več se je mogel naučiti deliti, ta mal je pa že prišel v svet, kjer
je zadeva že deljena. Ja. In moj pol iz tega vidika mogoče Malo lažje, ja. Ja, zanimivo je opazovati to. In bodati, recimo, to je ena taka stvar, ki večina staršev bi rekel, da ni noben te na to ne pripravi, zdaj se več o tem govori, ne. Bodi pozoren, ko ta drugi prihaja ali pa pol ta tretji in vsak naprej, kako boš speljal celo zadevo, ne, ker pusti, da se razume, pač ne razume, ni šans. Tu za njega je vojna za pozornost. Ja. To je vse, kar je, in tle smo zelo sebični ljudje, ko pride do pozornosti. Vse je težko pismo, težko je ta del voditi. Vedno boš nekaj naredil napako. Ampak tako, kot so se prej pogovarjali, če se znaš upravičiti, pa da znaš razložiti, ampak se mi zdi, da komunikacija je kle tudi. Zdaj, če otrok že razume, prilagojena otroku, ampak da si najdeš cajt, da si tam za njih. Se mi zdi ful pomembno, da starš tega zavedati, da sama tematika zadnji deluje. 100% pozornost, zdaj od mami je 10%, ker je 90% na tem novem bitju. Pa še dostikrat reče, ali boš dobil bratca, se boste lahko skupaj igrala, on cel vesel, pa pride una rastlina tam, ki leži, pa malo zajoka, pa mami že leti, pa nič se ne premika, nič ni od njega, sam vsi razlagajo, kako je lep, kaj pa jaz zdaj, ki sem 2 leti star, pa nisem več, in moraš vse to zbalansirati, kljub vsemu drugmu, kar imaš. Je kar Ja. Ni enostavno. Pa sigurno se zgodi, da vsakmu da nekaj kiksne, čisto odkrit. Ne moreš biti 100%. Ja, mislim, da se niti ne gre za 100%, ker se gre za to že, da bi, če bi malo učil, vse veš, da na koncu pa ne rabijo veliko. Ne, tebe rabijo. Pa tudi, če je 15 minut na dan, ampak da si tam za tistih 15 minut. Brez telefona, brez česarkoli drugega. Imate kakšna pravila pri tem? Mi naši dva še nimate telefona. Računalnik je samo nujno v 4. razredu za starejšega, pa še to je takrat, ko morajo karkoli res narediti na računalniku, smo nekje okrog, da vemo, da se to dogaja. Imate omejitve, tudi kar se tiče, zdaj čisto vsega ne bova izključila, ker se ne strinjam, da se tehnologija izključi iz otrokovega življenja, ker jo bo zmeraj bolj potreboval. In tako da imate v bistvu vikendi so za občasno za kakšne igrice tudi, moramo biti seveda toliko časa odzunaj, tudi to imamo, da je svež zrak, da se pač nahodimo, ker imamo pse, da gremo na sprehode, karkoli. Drugače pa televizija je pa tudi omejeno. Pa še to ob večerih, če je bilo vse tisto, kar smo se zmenili narejeno, če smo imeli mi tisti čas skupaj, če smo se kaj igrali, včasih sploh televizije itak ni, ker se pol zaigramo v določenih igricah, sami med sabo in zgine ta čas. Tako da probamo nekaj spet so poravnotežju, ampak kaj prav pa narobe, ne vem, pri nas so definitivno omejitve. Ja, na koncu je, bi rekel, prav tisto, če že moramo delati te znamke prav narobe, kar deluje za vaju dva in za čem vedva lahko stojita in sta pri tem neomajna. Problem je, če malo daš, malo vzameš, malo daš, malo vzameš, malo daš, pol otrok ne ve, kje je. In je zmedenost. Mora biti. Ja. Ampak ko je pa kakšna stvar, kjer morajo biti posledice njunih dejanj, ne kaznovanje, rada rečem posledice, vajnega obnašanja, pol gremo pa točno na te stvari in še to vzamemo. Ja, naravne posledice se morajo zgoditi. Zdaj, vprašanje pa je, da razmišljaš, kaj je naravna posledica. V enih stvareh je odvzem ekrana, ali pa, če pa kakšne imaš te primere, otrok dobi 3 angleščino, zdaj pa ne smeš iti na trening, zato ker si dobil 3, ker nisi, ali pa šut, Kaj ima zdaj trening veze s šolo, Ja, se pravi, da so nekako povezane, sej pač ti je tu. Tako, nam je tu jasno. Kaj pa kako se pa kaj ruvata med sabo? Male dva. Ja. Non stop. Okay. Ne vem, če je še kje kdo, ki se ne. Čistko. Tudi mi dve sestro, ko pravijo, punce so lažje, jaz sem imela sestrom, to je bilo včasih še, zdaj, ko pogledam nazaj na trenutke, hujška naše, da ta male dva. Okay. Ampak zdaj še nismo prvi v ta orangboxenju, ker moj mož ima pa brata in to so bila, to res pretepi doma, tako da
Ne vem, če se veselim tega, ampak vem, da naravno bo nekje prišlo, ker morajo fantje tudi kazati svojo moč in to, ne. In alfe se pač, morajo malo, ja. Tako da vem, da je to del odraščanja, ampak Ampak probaš tu kontrolirati ali kako to? odvisen, kako je, Mhm, ki jih pogledava. mhm, Če vidiš, da je v mejah take, da sta še oba dva okej, ko pa se začne kakšno tuljenje, jokanje in tako, pa probava pač tudi midva poseči. Ampak tudi včasih jih tudi pustiva malo, no, če sem čisto odkrita, da se tudi same dva malo naučita, ker če bom zdaj vsakič skočila noter v tistem trenutku, ko se bo nekaj zgodilo, kako se bo naučil, mhm. a ne? Tako da se mi pač imata svoje fore, so fantje. Ja, valjda. Saj Jaz se učim zato vse. vprašam, ker jaz imam 3 pa 5, ne, pa prihajam za tabo 8, Ja. ne. Ja, Pa ja. da se malo pripravim. Pa še punčka, ja, tako da Ja. to bo. Pa gledamo, ne, Veselje. zdaj je tako, ali bo punčka tu malo zbalansirala, ali bo podpih. Ne bomo videli. Ne veš, to boš pa Ja. videl, ko boš videl karakter, ko pridejo, saj veš. Tako, na koncu pač kar rabimo vsi, da ratamo Točno to. ta verzija, ki si želimo. Z namenom so prišli k nam. Mhm. Zbrali so nas, mi se bomo mogli nekaj iz tega naučiti. Jaz točno vidim, ker te vedno pritisne otrok, vsak mu točno na tiste točke, ki more. Mhm. Sploh ne rab povedati, ampak direkt tja, da Vse one še malo podelaj. Ja, pa ni ono, da razmišljam naprej. Ne, pač čistko. Se mi zdi, da jih res, ja, dobiš jih, takšne, ki jih rabiš. Športata tudi kaj? Mislim, že kaj trenirata? Ja, ali- probavamo vse. Mhm. Ful sta drugače športna, ampak mi smo šli od nogometa do košarke. To je, pa zdaj bi že en hokej, eden bi, ne vem, šel v rugby. Mami rekla, mogoče, ker oče je bil, ne, Scott je bil v rugbiju, pa sem videla, kakšen šport je to v živo. Mami raje moraš tega se- športa ne bi ja, gledala, razumem, tako da ampak- se mi zdi, da sta ful prenežna, no, če sem čisto odkrita, ampak to je zdaj moje mnenje, a ne. Pač vsaka mama bo verjetno to za svojega otroka rekla. Pa ja, zato da ne bi šli Da tam. ne bi šli tja, ja, ne. ampak vemo, tudi vidimo, recimo tudi mož je ugotovil, zakaj je šel v rugby, da je tam pucal svojo jezo in tako, ker je drugačni znov izražati, ne, kot mlajši in ja, Ja, je pohabil svoj telo, ne, mislim. ventilator. Mislim, Ja. ne ventilator, ko bi rekel, pač, da ventiliraš se, tu. ja. Tako da bomo Ampak ja, videli. posledice so pa pol odvisne, od kaj izbereš. Ja. Mm. Tako da tule bo mogla biti jaz tih. Ja, če se jim nočeš zameriti, ne Ja, bi točno rekel po to. eni strani, ne, ja, mami mi ni pustila. Ne. Pri nas je bilo tako, no, da jaz sem hotel iti fuzbal, pa sta rekla, ja, ne vem, kakšne noge imajo fuzbalerji na pa tako, pa pol si tako, ja, pa ne bom šel, ker me ne podpirajo. Ne. Pa vseeno ostane to s tabo, veš, kaj pa če bi šel, a ne. Kaj pa če bi šel, ja. Kaj pa če bi, ne. Ne, Tako meni je da, samo ja. važno, da nekaj imata, to smo se pogovarjali in to se vsak let isto pogovarjamo, tudi če ne boš v istem športu ostal. Jaz sem tudi sprobala 200 različnih stvari, preden sem se odločila za ples, tako da čisto razumem. Pejt, probaj, ampak ne boš mi v sredi leta rekel, ne bom več. Če se za nekaj odločil, greš od začetka do konca. Ko zaključimo, če ti ni všeč, v redu, naslednje leto lahko zbereš nekaj drugega. No. Nice. Tako da saj, da se naučite tega, a ne, da ne moreš ti zdaj kar tako mal ja, pa mal ne. Mora biti neka konstanta, no. Pa neka ta, kaj se vem, odgovornost v tem tudi, no. Ja. Da stojiš za tem, če si rekel ja, ne. Ker imate, na začetku imaš vedno pri vsakem športu, ne vem, 2-3 tedne poskusam ga, da ti to vidiš, a ne, in valjda so na začetku vsi ful, kako je to dobro, ne. Pa moraš malo več vložiti, se pa zna hitro zgoditi, vsaj pri tem mlajšemu našemu, da bi on kar, zdaj se mi pa ne da več, ne. Ja, pa bo treba, ne. Če si Tako da. rekel ja, speleš do konca. Stoj za tem. Dobra, ja. Ker pri nas je tudi tako razlika, ne. Ta je ful ekspresiven, gre ven, bi probal nove stvari, on ko mi čaka, da gre šola in tako naprej. Jaz se bom doma šolal, ne bom hodil v vrtec, tako veš, ker pač Urša je doma. Aha. In ja, nista pač zdaj trenutno v vrtcu, ta gre enkrat na teden. Ampak ja, in na koncu, kad tako razmišljaš, sej, pa kaj ne? Nič tazga. Pač enemu tu paše, drugmu ne, in če zdaj lahko omogočimo. Zakaj ne bi, ne? Ja, nič ne pomeni, da je zdaj z enim ali pa z drugim kaj prav ali pa narobe. Ne, sam edin, kar so pač, če se spomnim, ko sem jaz o tem isto razmišljala, ne, ker sta naša dva sta bila doma do, mislim, da 2. leta, tam nekje, pa pol, pa sta pa šla. V vrtec so začeli vsi kritizirati kao, ne, dej, pa ne boste imeli nobenih social skills, ne. Niste z drugimi, ne. In pol se začneš ti spraševati, jaz vem, takrat, da nisem pač sebi toliko zaupala in sem pol valjda začela to verjeti, ne, in pol pač morata iti, ne, da ne ta
awkward. Asocializirana. Ja, točno to, ne, ampak konec koncev, ne, sej, pa imaš pa družbo, pa se tako dobijo, pa ne, pač vse se da, no, se mislim, mi tle zdi. Urša si je najdla eno grupo mamic, ki imajo tudi otroke doma, pa se pol dobijo, pa so tam v Novem mestu, pa pridejo jim vrtci ali pa pač tako ljudje, pa je tam več 7 mamic, pa čez 20 otrok, ne. Pa je pol tako, iz katerega vrtca ste pa vi, ne, pa pol tako, ne, pač. Nismo. Klub vražjih babnic, ne, veš. Ampak, vse je dobro, da ja, pač tako, ne. potrpežljivost in vse zdajle. A veš, če se pogovarjamo o tej socializaciji malo, pa kot tudi trenerka, ki se pol coachinga, ne, ki pridejo k tebi ljudje, ki vidiš, pač raziskuješ te zadeve, ne, ker moja teza je, da trenutno v šoli se otroci ne socializirajo, ne. V bistvu se učijo. Oni 9 let v 9. razredu rečem, jaz vem o vas to, ki vi zvete, jaz vem o vas v enem dopoldnevu to, ki vi zvete drug o drugemu po 9 letih. Ko je komu ime prime, ko je oblečen, kakšne ocene ima, pa mogoče kaj počne popoldan, pa še pol tako, kakšne povlečem ven, a ti veš, kakšne ocene imajo tvoji sošolci, oziroma s kakšnim uspehom si želijo končati to šolsko leto. In večinoma odgovor tako, približno, sem rekel, pol ne veš. Ja. Bodi iskren, veš ali ne veš, ne moreš zdaj biti približno, kaj je to približno, pol ne veš za vse, ne. Ja. Ne vejo. Zato, ker se mi zdi, da se res v šoli tiste ure so toliko nabite, ne, in pol ne vem, zdaj razen, če se potem družijo, ne, da imajo čas, ampak to se pa izven šole dobiš potem, ne. Ja. Tako da v šoli, sami šoli, jaz tudi ne verjamem, da imajo kaj veliko časa, da bi se spoznali, pa razvijali neke velike, ne, dobre, globoke odnose, ali kako temu reči. Ja, ampak pol je žalostno, ne, ker ti si zdaj 9 let preživel z nekom skupaj, ne. In pol končamo osnovno šolo in namesto bi imel teh 20 sošolcev v imeniku za naslednjih 80 let življenja, da jih lahko kadarkoli pokličeš, pa rečeš, veš kaj, imam ta izziv, ne. Pa saj ne rabiš biti najboljši prijatelj. To, da se vidiš enkrat na 5 let, kje si ti, kaj počneš, ja, veš, moja žena je pa zdravnica, jaz sem pa zdaj gradbenik, evo tega, nekaj hoče zgraditi pri hiši, puf, imaš tega. Da malo se nekaj zgodi, evo, lahko kličeš nekoga, ne. In če jih še bi 20 dodal po srednji šoli, si star 18 let, 40 ljudi, tu je krat 150, ne, je 6000, kakor en odrasel človek ima nekje povezava, ne. Kar pomeni, da imaš 6000 rešitev v imeniku, če daš prvih 18 let življenja fokus na ljudi okrog sebe. A ti imaš še odnose? Iz osnovne šole, recimo? Ja, imam, ne pa z vsemi. Ja. Veš, mi smo se porazgubili. Ja. Mislim, saj jasno, mogoče kdaj kakšnega vidim. Ki mi je vidim. mami umrla, je prišla sošolka in so mi pač sožalje izražali, pa tudi ena mami pa sošolka so prav prišle na pogreb, tudi iz srednje šole. Tako da bi rekel, ja, ni pa tu, kar bi lahko bilo. A ne. Da bi zdaj rekel tako, da vemo, da smo si toliko dobre odnose postavili, da če zdaj zavrtim cifro, če lahko se bojo javili in tu rabiš, ja, poznam nekoga, bomo zrihtali. In sem zdaj, to bi vzame bila, če bi zdaj rekel, socializacija za 10, ne. Pa kje smo zdaj na tej lestvici, je dostikrat slišiš te, sploh, ki brez spremljam te uspešne ljudi, ki rečejo, najboljša poteza je bila, da sem otroka vzel iz šole. Moj ta-mal je, vse vejo, kar oni, pa imajo skillse take, da se lahko z odraslimi pogovarjajo brez problema, ne, recimo, pa tako naprej, ne. Tako da spet bi rekel, ne, odvisno kaj si lahko na koncu privoščiš v tem svetu, ne, ker na koncu vzame tudi nek čas in denar in energijo in pomeni, da verjetno pol nekdo ne mora delati, ali oči ali pa mami, a ne, če je tako. Ampak se moraš pa vprašati, kaj želiš. Po drugi strani pa kaj plačujemo, ne, ko plačujemo davke in tako, a veš. Zaradi tega tle rad sprašujem goste, kakšen svet bi pa ti, ker na koncu mi plačujemo, ne, plačo nekomu, da nam pomaga vzgojiti otroka, ne. Ja. Vprašanje pa je, če je to res, a ne.
Ja, pa kako ne. In kaj opažaš pri svojem delu, če greva, ko se soočaš z odraslimi, kaj so te stvari, ki najbolj nažerajo, ali pa nimamo pozornosti kot zdaj družba na to, pa vidiš, da je tu ena ta, da pa na ta aspekt življenja damo pozornost, je pa ponovadi se zloži zadeva. Meni se zdi, da se vsaj iz mojih izkušenj se mi zdi, da se ne znamo poslušati sami sebe. Ne vem, se lahko, da ima kdo kakšne druge izkušnje, ampak iz mojih izkušenj se mi zdi, vedno je to, kako razmišljamo, da moramo biti. Se pravi, družba zahteva to, pa to, pa to, ok. Moja glava mi reče, ne vem, tudi že od majhnega, se vedno naučimo, ko poslušaš tisti konstanten, ne vem, govor od staršev, ker rata politik tvoj samogovor, vedno gremo ven iz skle, Pa nekdo reče, ti poslušaj sebe, pa razmišljaj, kaj res želiš, In kle se mi zdi, da pri strankah ful dostikrat ugotovim, tudi recimo kakšni najstniki, ki pridejo, valjda se tudi še niso naučili, čeprav otroci so ful bolj povezani sami s seboj, ful bolj čutijo, ampak pol nekje se to zgubi in to vidim, da naučiti človeka, da začne sebe poslušati. Ne da razmišlja o tem, kaj mora v določenem trenutku reči, da bo prav, ampak kaj hoče nekaj povedati. Seveda na spoštljiv način, ampak da da sebe ven. Se mi zdi, da ta povezanost, pa povezanost telesa, recimo, da začne sebe pač telo tudi poslušati, ker konec koncev imamo ful super pametno telo, ki nam takoj pove, kaj nekaj ni v redu, ampak ga preslišimo, gremo čez to. Ker se neke določene stvari vedno dogajajo, zato da se ustavimo, da pomislimo, kaj lahko spremenimo, kaj lahko naredimo. Ampak v tej družbi se mi zdi, da smo tako hitri že vsi, ker se toliko dogaja in ful malo cajta, vsi pravimo, za vse in pol pozabiš na ta del. In izhajaš v bistvu iz skle, konstantno. Zakaj pa otroci izgubijo to? Se mi zdi, da družba. Ne vem. Družba pa mogoče tudi starši. A jih starši to znajo naučiti, ker konec koncev moji starši vem, da so naredili največ, kar so lahko za mene. Ko so bili, vsak starš je isto. Naredi najboljše, kar zna. Točno to, kar v tistem trenutku zna. Ampak zdaj tle delimo zato, da mogoče te, ki smo zdaj starši, dobimo nek moment, nek opomnik. Bodi pozoren, kaj otroku govoriš. Ja, točno to. In se mi zdi tudi dostikrat, recimo, vidim, ko ta mlajši pride, pa reče, ne vem, ali pa je bila kakšna situacija v šoli, pa sem naredil to, pa to, pa to. Zakaj si pa naredil to, kaj si pa ti čutil v tistem trenutku, da bi bilo prav, Ja, pa sem vseeno to naredil, zato ker sem se ustrašil, da če bom naredil tisto, kar sem jaz želel, da bo kdo jezen, pa da ne bo v redu, pa tako naprej, Pač že slišiš, to in tudi recimo starejši, pač to je spet družba tule, Res je družba, ker tudi, ne vem, mu prijateljčki rečejo, daj tole naredi, in on valjda, jaz rečem, a pa se ti je zdelo to prav v tistem trenutku? Ja, ni se mi. Zakaj si pa naredil? In mislim, da še ni znal tudi sam povedati, ker je hotel biti v tistem trenutku tudi on malo pomemben, Ker vsi iščemo to pripadnost. Vsak človek in otrok se ne zaveda tega, da v bistvu to išče, ampak si želi pripadati. In potem, ko želiš pripadati, pač delaš stvari, da te bojo sprejeli. In če to pomeni, da včasih sebe utišaš, pa narediš nekaj, kar ti nekdo drug reče, da si spet lahko del te družbe, pač to narediš. In zdaj odvisno, koliko znaš ti res slišati sebe in slediti temu in si reči, ker kot otrok je to proklet težko, da si ti rečeš, vseeno mi je, kaj si drugi mislijo o meni v tem trenutku, jaz bom naredil to tako. Zelo redko se to zgodi. In nekje kle se pa izgubiš, In se začneš prilagajati in ugajati in potem govoriš stvari in izhajaš iz tega, kar misliš, da moraš, ne iz tega, kar misliš, kar želiš. A bi rekla, da je to vprašanje varnosti? Tudi vse je tule povezano med sabo. Ker je v bistvu, da ti pripadaš nekam, se počutiš varen. Familija, v bistvu družina, družina, je že tista točka. In zdaj, če otrok tega recimo doma nima, tudi te varnosti bo ta še bolj iskal. Sicer res je, da potem najstniki začnejo iskati več in več družbo, ampak če se otrok primarno počuti varno doma, s svojimi starši, je to že ful velik temelj za naprej za njegovo življenje. Da je lahko bolj to, kar hoče biti. Ampak to smo pa starši. Kaj mi počnemo? Kaj jaz naredim, ko me on vidi, ko sem v stiku z nekom drugim? Kako se jaz obnašam? A znam reči ne? Tako da se mi zdi, da se to že v familiji, družba, okolje, vse po delčkih tule vpliva,
Kaj pa ti misliš? Me zanima tvoja perspektiva. Ja, sej, kar si povedala, ali? Vprašanje varnosti je. Pa zdaj je vprašanje tudi zadnji, koliko se zavedaš, a je otrok tvoja last, a je otrok svoje bitje in da si ti tle, da ga pač podpreš, mu privzgojiš neke vrednote, da bo samostojen, odgovoren. Posameznik na koncu šel ven iz te družine, ki bo kreiral to družbo, da bo, rečemo temu, svet pustil boljši, ko ga je najdu. Ampak ja, s tem zavedanjem, da je varen takšen, kot je in da naj živi sebe in naj ne dela nekaj, zato ker so tam prijatelji, ali pa naj ne dela nekaj, zato ker tam niso prijatelji. Tako je bilo, že pri nas je bilo tako, je taj prišel enkrat domov, pa je rekel, ja, ta v vrtcu mi je pa rekel, da je tu čička čačka, ne. In rekel, da če jaz ne sprejmem, da je tu čička čačka, da ne bo več moj prijatelj. In sem rekel, ok. In kaj zdaj? Ja, ne vem. Sem rekel, ja, naslednjič mu reči, da če se mora z njemu strinjati, zato da sta prijatelja, da takih prijateljev ne rabiš. To ni prijatelj. To je nekdo, ki te čustveno izsiljuje in ti hoče imeti pod svojo kontrolo. To pač prijatelji ne delamo. In pol mu je tu povedal. In pol je on rekel, naslednjič, je bila spet podobna situacija, rekel, ne, sej tu se sam hecov. Je rekel, oče zdaj je rekel, da se sam hecov, ti mu reči, da tu niso heci. In pol je bilo tudi tako, da je taj začel hoditi na kempo, eno borilno veščino, pa on prijatelj tudi, pa je on nehal, pa je bil pol taj tako, smo bili tako, a bo še hodil, ne bo, ne. Ja, pa oči ne vem, če bi, pa tako sem rekel, jale, zdaj, če si se odločil, pa boš hodil. Tu si izbral, smo te vprašali, ti si rekel, ja, pa on ne hod več. Ne, me ne zanima. Tam si zaradi sebe, ti se boš nekaj naučil, ti boš nekaj dobil, ne? Če pa boš hodil kamorkoli zaradi prijateljev, pa bomo imeli drug pogovor. In ja, tako da se mi zdi, da pomembno je, kaj otroka nekaj zanima, ga o tem spodbujaš, podpreš in zraven imaš te pogovore in da mu pustiš, da ti tudi kot 5-letnik reče, ja, oči mi je tu. Marsikdo bi mogoče rekel, puzga, ne vem, ni to nič tazga, kordol, ne, pač da ga podpreš, tako, si super, ti veš, kaj je dobro zate, ne še vse, ne, pri 5 letih ne veš, ti misliš, da je zate ful dobro pojesti veliko sladkarij, pa spiti 2 litra jabolčnega soka na dan, ne. No, kle smo starši, da povemo, da to ni dobro, ne. Pa gledal šport cele dneve, karkoli že, a ne, pač, so omejitve, ampak ja, po drugi strani ga pa tle naučiti, a ne, da slišati ga moraš, ne. Ja, Ker tudi, ko pride z neko stvarjo, ne, točno to, in ko pride z neko stvarjo, neko težavo, da rečeš, a se nima veze, ne. To ni okej, ne. Ja, pol ti naslednjič ne bo povedal. Točno in pol, ki ti ne bo povedal, točno to. Kot najstnik ne bo sploh prišel več v tebe. Kar se zgodi, ko mentoriram, ne, in je tako, ja, komu pa greš, ko imaš težave, k prijateljem. Pa pol rečem nazaj, je ti slepec, greš drugim slepcem, da ti bojo povedali, kaj narediti v lifeu. Pač zdaj, če ta prijatelj nima res izkušnje s tem istim in ni tega rešil, pač slepec slepca ne mora voditi, a ne. In če kaj pa doma? Ja, hočejo. Kaj pa k mami? Ne, mami bolj ne. Ok, zdaj bova pa na odnosu z mami delala, a ne. Ja. Da pogledamo, kaj je. Ker je tudi ful pomembno za nas fante. A so ti punce všeč, če noš ima dobrega odnosa z mami, prijatelj. Pozabi na uspešen romantičen odnos, a ne. Je skoraj nemogoče, no. Zelo majhen procent ljudi, da rečemo, nima dobrega odnosa, pa ima pol res ljubezni poln odnos s svojim partnerjem, medtem ko ti z mami ali pa z očijem, bratom, sestro ne delujejo stvari, ne. Ponovadi. Če nekaj drugih pol, ja. Res je, res. Moraš počistiti na začetku, ne. Žal. Ampak, mislim, pa dobro, ne, kakor kdo na to gleda. Ja. Je pa velika odgovornost, ja. Ko pa te energije, ki si tudi rekla, ne, jaz ne vem, kako reiki deluje. Mislim, da še nisem bil na reiki, ne spomnim se, ampak poznam pa par ljudi, ki to je. Sprav tu preučujete energijo človeka
ali kako se to? V bistvu gre za to univerzalno energijo, ki itak se pretaka v bistvu čez vse živo bitja, ne? Se pravi in živali, in rastline, in ljudi, ne? In kaj se zgodi, da se včasih lahko ta energija, ko imamo te čakre, a ne, se lahko tudi kje zablokira. Tako da kar delamo v bistvu z reikijem je, da pač dodajamo to energijo, a ne, se pravi, da se telo spet napolne. Lahko blokade tudi odblokiramo, a ne, oziroma imamo včasih tudi kakšen intention, zdaj se ne morem spomniti besede. Namen, hvala. Ki ga pošlješ, a ne. Kakšna določena stranka pride, tudi recimo, ali so kakšni notranji organi, ali se kaj dogaja v telesu, da se potem v bistvu tudi to naredi, kar se more, a ne. Se pravi, da se pomaga, da se podpre telo. V bistvu pomaga na različne načine, ampak itak ljudje smo energija, a ne. Tako da brez energije ne moremo biti, ne moremo obstajati, tako da verjamemo v to, da je vse med sabo, a ne. Tudi že tako, kakšen si že kot oseba, recimo, ne, je določena energija, ki jo dajaš, a ne. In tule se tudi v bistvu, ali se zgodi ta privlačnost med ljudmi, ali se pač ne, ne. Tudi kakšna energija izhaja iz tebe. Tako da to je vse nekako povezano. Zanimivo. Verjamemo v to. Ja, Vidim v bistvu tudi, no, pri sebi. Imaš izkušnje, tvoje stranke, v koncu koncev ti si, a ne, živi dokaz, da nekaj je na tem. Preden smo začeli, smo malo o vodi govorili, pa sem se spomnil, ne, ki si rekel, da smo mi energija, ne, da smo neke baterije. Ne. Je še ena stvar, bakrene posode, bakreni kozarci. Uporabljaš to? Ne uporabljamo, sem pa že brala o tem, nimamo pa doma. Tako da pač... Pri meni zdaj ta, Aha. A uporablja, vi pa? Ne še. Ne še, Ampak sem videl, da moja dva coacha, pa ki sta tudi par mentorja moja dva, uporabljata to in sem bil tako, zakaj ne? In pa sem zdaj zasledil nekje, ki je tale dr. Milan Hosta objavil, da eden pa dela te vode, ki da noter te elektrolizo, pa pol se vidi, koliko je not umazanije, koliko je čista, koliko je tako. In pol je en komentiral, da pač ti, ki imaš vodo, pusti jo stati v bakreni posodi dan, dva, ne, da ta neki pač naredi s temi bakterijami, virusi, ima to, ne, in jo tudi napolne z nečim, kar nam itak ful pomaga, ker smo baterije. Tako da bom testiral, da kupimo bakrene kozarce, pa bakreno to čašo, pa da vidimo. Boš probal. Super, se priporočam. Vidim, kaj se zgodi. Bom tudi vprašal zdaj mentorja na naslednji coaching uri, zakaj. Zakaj, Ker vem, da njima dvema je tudi ful pomembno, kaj dajete v telu, iz kaj konzumirate, kaj nosite, pač kako je ta cela skrb. Naš tempelj je to. Ja. Enega imamo, zakaj ne bi skrbeli. Ampak odkrit povedan, sem rabila tudi jaz caj, da sem do tega prišla. Ja, sej. Ne, kaj sem delala v mladosti, lej. Vsega in svašta. Ja, vzori so bili taki, popularno je tu družba, ne, dej tu, ne, sej bo fajn. Ampak, ke pol gledaš, ne, ke imaš tam doma in kupene, ne, če se vrnemo na mene, kupene posode, takih drugačnih kozarcev in tako, ne, pa se ti zdi, zakaj, kakšna je razlika zdaj, če pijem tle če bi imel to flaško za zmeram za vse pit, ali pa že povejo recimo, da na vodi, če piješ, ne, niso fajn te etiketa, recimo, ko se že reče, črtna koda in tako naprej, ne, ker voda dejansko absorbira informacije z okolja, kar je, pozabil sem njegovo ime, japonski raziskovalec je dokazal, ki je vode dal na te podzemni, pa so ljudje prišli zraven in so mogli ponavljati besedo, ki spodaj piše. Ne vem, sovražim te, rad te imam, jezen sem nate. In je prišel toliko pa toliko ljudi čez, pol je pa te vode zmrznil. Pol je pokazal različne, kakšni kristali so ven prišli, ne. Recimo tam, kjer je bilo rad te imam, so bili res lepi kristali, lepe oblike, vse dovršeno v nulo. Tam, kjer je bilo sovražim te, vse zmalinčeno, grd kristal, tako neprivlačen na pogled. In dejansko je teorija zadaj, ker smo mi voda, ne, tudi, a ne, tekočina, da dejansko ti z besedami, ki jih govoriš sočloveku, ga spreminjaš. A ne. Se strinjam. Kar dejansko bi rekel, da te coachingi in ne vem, na koncu tudi reiki, ki delaš, je dejansko to, ne, z energijo se igraš in spreminjaš pol energijo v drugmo.
Ja, čisto tisto, kar ne rabijo, tudi v bistvu, ven iz telesa. Ampak je zanimivo, v bistvu to pa tudi lahko vidiš, ne, kako ti sam s sabo govoriš. To je to, ne, kako se pogovarjaš sam s sabo. Ja. Kako to v bistvu spremeni, ne? Poleg tega, da pač paziš na svoje telo, ne? Kaj daš vase, ampak tudi kako razmišljaš, kako samo sebi razmišljaš. Ja, kot si rečeš, lep si, Ja. pameten si, dobro ti gre, kaj vse se ti dogaja, pa si še tle, nisi še obupal. Pač tako, ne? Kar z lahkoto rečeš drugemu človeku. Res je. To vedno najlažje drugemu reči. Res je. Jaz se tudi učim. Čisto po pravici povem. Je doskrat pol kakšno tako ali danes, ko sem vozila. Sem Google Maps spet malo čudem pogledala, tako kar se pri meni vedno zgodi, pa orientacija pa to. Pa se ga, pismo spet sem zafrkala, pa ne, v redu je. Vozi, boš prišla na cilj, ne, pač probi, vstavi to, nima veze, ne negativno, zdaj v tem trenutku ne rabiš tega. Da, ampak greš, ne, podzavestno greš direkt tja, ne. Ja, avtomat gre takoj tja. Ja, kukor, ko smo bili mehni, če gledaš, narediš napako, kako je svet okrog tebe reagiral. Verjetno te niso, pa bi bilo drugače, če bi kot mehnega, naredil si napako, niti všeč zdaj posledica, razumem, ampak kaj bi pa lahko naredil, do tega ne bi prišlo. In pa bi tudi ti sebe, ko bi to prišlo do tega, se pa vprašaš, spet sem šla tam, zakaj? Poglej, v čem? Sploh nisem bila prisotna Google. Imela sem ga tam, jaz sem razmišljala o tretji zadevi. Sploh nisem prisotna v vožnji. Je ni čudno, da zgrešim. Nisem mu zaupala že spet. Ja. In pa spet se lahko vprašaš, zakaj, ne? Kaj je tam, ne? Ja, lej, tam, ko smo bili pa na Siciliji, pa sem mu zaupal, ne? Me je pa pelo čez take route, v en hrib nas je pelo, ker nisem videl ceste, tako je bil se je avto dvignil. Jaz sem se bomo skoraj da ne prevrnil. Tam pogledam na levo, pa je bil avto tako parkiran. Res tako le šlo. Ne vem pač. Pa po nekih unih, ki te pele najkrajši poti. Tako da, če boste kdaj šli na Sicilijo, pa Google Maps, rumeni cesti slete, ne Google Mapsa poslušati, oziroma naštimete ga na glavno cesto. Znana situacija, mi smo imeli večkrat že. Tak hrib tam, oče je rekel, zdaj se manjka, samo še da po gozdni poti vozimo. Čez 1 kilometer v gozd. Prišli ste pa do točke, ne? Ja, prišli smo, ampak pot je bila pa, za priuči. Zdaj ga nismo več poslušali. Smo sam glavno cesto. Ste šli po svoje, tudi mi smo se to že naučili. Enako. Tako da, ampak kam gre je to, ker si bil naučen, zdaj pa imaš priložnost, oziroma ko to ujameš, a ne? Ja, ker moraš se ustaviti v bistvu sam sebe, moraš se res, toliko moraš se zavestiti to, ne, da prideš do tega. Ja. Res. Vzame pa energijo, ne, mogoče to rabimo povedati, ne? Ja. Ki pa je v tem, če živiš z velikimi zunanjimi stvarmi in ne znaš si vzeti, ampak skozi hlastaš še to, ne. Pa sam avtopilot. Se ne moreš drugače, ker je preveč vsega, ne. Ja. Ti v bistvu, tako tudi, če tako pogledaš, tudi možgani tako delajo, ne. Najbolj enostavno varianto vedno najdejo, ne. Ne tisto, ki je najbolj primerna za nas ali pa najbolj logična, ampak tudi nevronske povezave se v bistvu na ta način vzpostavijo, ne, v naši glavi. Ko se naučiš se svoje izkušnje, ne, in potem je pač vedno ta avtopilot najhitrejša varianta, je to. Ne. Ker vzame najmanj energije. Točno to. In telo pa je varčna zadeva. Res je. Lahko bi kakšen rekel lena zadeva, ne, išče najbolj leno pot čez in zdaj pa že vem, kaj se bo zgodilo, kako veš. A se je že zgodilo? Ni, ampak jaz vem, da bo tako, ne. Da je lažje biti z negativnim rezultatom, kakor, Vsi se v bistvu, to, kar si dalje rekel, vsi se uspeha bojimo, konec konca, ko začneš razmišljati. Ne tega, da bomo padali, ampak tega, da bomo uspeli. Zakaj pa? Se mi zdi zato, ker se bojimo te ekstra odgovornosti, ki jo prinaša to. Ker se pa zgodi kaj? Ja, pač nekateri razmišljamo, saj jaz, iz mojih izkušenj, recimo, ne, ker sem pač ta strah pred uspehom sem videla sama pri sebi, pa ne bom imela več časa za to, pa ne bom imela več časa za to, če se to zgodi, ne, pa če mi to rata, pa ne bo časa za tisto, pa gotoviš, da je to sam zgodba, ki se odvija v moji glavi.
Ker je strah pred neznanim, kaj bo prišlo. Ampak samo to, da ne bo časa, ali je pol tu, pa bodo pa kritike hujše, ali pa je tam še, da ti bojo pa pol to vzeli. Vse pride s tem, ne. Vse je s tem v bistvu povezano. Ampak pri meni je bilo najbolj to, ker probam nekako v svoj dan nekako vključiti vse, ne. Se pravi, da sem lahko žena, se pravi, da imam čas za partnerja, da imam midva cajt, da se lahko pogovarjava, da delava skupne stvari in tako naprej, da sem lahko mama, ne, in da lahko tudi pač delam, ne. In zdaj pač bolj, ko ti uspevajo stvari, ne, verjetno bolj si lahko busy, razen če si samo omejiš, ne. Tule je pa pol tisto, a znaš meje postaviti, kje je dovolj, pa kje ni, ne. Ja. A pa tudi ta lestvica prioritet je taka, ki si zdaj povedala, žena, mama, biznis? Familija, biznis, Se mi zdi, da mi je osnova familija, ker meni je to osnova za vse, no. Da imam jaz odnose, da imamo zaupanje, da se lahko pogovarjamo, da smo lahko iskreni drug do drugega, da se to vzpostavi, to, kar sva prej govorila, ne, če najstnik nima, otrok nima te varnosti pa zaupanja, ne, pol ti ne bo nič povedal. In tule pač osnova mi je, da znava z možem to ustvariti. Zdaj, a nama bo ratalo ali ne vem, bomo videli, ko bojo najstniki, zaenkrat gre tako, da si pogovarjamo, ampak kaj se lahko še razvije, je pa potem odprto. Bomo videli, ko bomo do tja prišli, ne. Ampak osnova mi je družina. Gradita, ne, če bi rekel, usmerjenost je v to, da je doma ljubezen, varnost, spoštovanje, zaupanje, zabava tudi, ne, mora biti. Mora biti. Da je igrivo, ne, nekaj, kar odrasli pozabimo. To sem jaz. Mene otroci to spet učijo. Zakaj pa? Ne vem, se mi zdi, da sem ful preveč resna za vsako stvar. Pa vedno, mami, pa saj smo se samo hecali, saj res. Pa se pol, res se moram naučiti tega dela, no. Ta del. Aha, če daš mikrofon malo bližje. Ja, samo tako. Ups. Ne bomo rekli, da ne lovi dobro, ampak tako se prepričamo, da ziher lovi dobro, okej? Tako da otroka me ta del me učita. Mož je super glede tega. On je ful še... Kje si pa izgubila igrivost? A veš, da ne vem. Jaz že kot otrok nisem bila ful dolg igriva. Se mi zdi, da mogoče ta odgovornost, ko sem vedno skrbela pač tudi za sestro, pa to, kaj pa vem, mogoče tam nekje. Ampak težko rečem zdaj v tem trenutku, ker še sama ne spomnim kje. Tako da sem bila zelo resna, bolj ali manj. Skozi svoje življenje, tako da... Je videti, da znaš biti. Tako, če bi rekel je res tako, ker človeka pogledaš v oči, pa tako vidiš, je prvo tako, se znaš smejati, ampak če bi treba biti oštra, pa po moje imaš ubijalski pogled, ne. Tule pa moram se včasih zadržati. Ampak, v nekih periodah življenja ti je prišlo prav, ne. Ja, definitivno. Pa verjetno mi še bo tako, da je del mene. Upajmo, da ne v tem najslabšem smislu, najslabšem scenariju, kakor da so vojne in tako naprej, ker moraš pač, res tisto bojevnico iz sebe vam potegniti. Jaz upam, da gremo v smer, kjer se bo malo, da se boste ženske lahko malo umehčale. Ne vem, kako ti vidiš, ker če stranke me zanima, ampak da je ful neke čez energije, moške energije, več je moške energije v ženskah, v nas moških je pa premalo moške. To je tudi pri nama, s partnerjem. Jaz se pač pri njemu to učim, ampak se vidi točno to. Bi rekla, da je to out of balance ali je to okej, kako ti doživljaš? Ne, ni okej. Ni okej, jaz se moram tudi naučiti, da ta ženstveni del, da to je pač ta yin and yang, ne. Se pravi, moraš imeti neko ravnotežje. Jaz se učim spuščati. Da je največja nevarnost oziroma kaj so neki simptomi tega, ki ne delujejo, če si ti preveč v moški, pa on preveč v ženski. Zdaj, kar jaz vidim recimo pri sebi tudi, da probaš vse sam, ne? Predvsem ženske hočemo vse same, pa ta movement, to je povezan z moško energijo, ne? Pač da kar gremo, guramo, ne znamo niti reči, da rabimo pomoč. Ker pač to ni okej, ker pa smo šibke, ne. Ta je en teh velikih delov, no, se mi zdi, ki nas drži nazaj. Ne znamo biti ranljive, ne znamo izraziti, kako nam je. Tako da
Medtem ko moški so pa znajo biti pa preveč ženstveni, pa ne znajo potem mej pokazati, a ne, ženskam se ne znajo za sebe postaviti, se pravi, lahko ženska zelo hiter pohod, grdo rečeno, ne. Tako da se mi zdi pač iskati ta ravnotežje, ampak težko je zdaj, spet smo pri tej besedi, a ne, težko je zdaj ugotoviti, kje si v ravnotežju, kdaj si, ne. Se mi zdi, da ja, pač vsak se mora čez svoje situacije naučiti, no. Jaz se moram res spuščanje. Spuščanje tega, da nisem sama za vse, da imam moža, ki je krasen, ki je res krasen, pa učenje njega, da se zna za sebe postaviti, pa mi reči dosti je, ne. Mi postaviti meje, da se znam jaz tudi malo umiriti. Ja, pa če ti bi jo postavil, kakšen bi bil prvi odziv? Odkrito povedano, ker si ti control freak, ne, se pravi, ko imaš ti nek nadzor, je najtežje za tistega, ki izgublja nadzor, ne. Lažje je za onega, ki ga mora pridobiti, pa se naučiti to narediti, ne. Saj zaradi tega tako da, definitivno tle. Rečeš, postavi mi mejo. Okej, tle je meja. No, si ti meni govoril. Nisi ti moj oči, še oči mi ne govori, veš kaj mislim. Ja, kle sem se mogla ful nazaj držati, pa so se zgodili včasih, pol, ne, pač eksplodiraš, ne, v tistem trenutku, ko ti to reče, pa jo prosti, vem, ne bi smela, razumem, kaj hočeš, tako da, ja, učenje je, lej, ni idealno, tako da, hočem pa, da je on pač, da ima to moč svojo, no, ker konec koncev to je moški, ne, in je prav, da jo ima, in da ima oba dva besedo, ne, da sem jaz tista, ki bo vedno udarila po miz, pa reka tako bo, ni okej, no. Da imaš ta kompromis, pa ravnotežje med nama, ne. Ker to je tudi v bistvu veza, ne. Mora na tem temeljiti. Ja. Odnos. Tako, ker raziskuješ, ne, pa to vprašanje pride, kdo bi zdaj mogel začeti, ne. Ali moramo moški biti tisti, ki zdaj vlečemo, ali ženske spustiti, ne. Ampak je en dober rekel, ki ima en program v USA-ju, ga spremljam, no? Elite Masculinity. Jake Woodard. Pač na Instagramu. Ja, je rekel, da ženska ne bo spustila, dokler se ne bo počutila varno. Varno se bo pa počutila, ko boš ti stopil in ti prevzel charge, ne? In ti nekaj naredil, pač moški naredil, ne? In je pa zdaj, ne vem, jaz tudi čez najno vezo lahko tako gledam, ne, da na začetku ona pač samo svoja pravnica, odvetnica, veš, tako pač zna skrbeti za sebe in pol. Ja, ne, in pol jaz in enostavno je tudi meni rekla, v teh letih si ratov pač bolj možat, bolj tako, ne, in je njej lažje, ne. Res je. Ja. Pa se mi zdi, da je tudi bolj appealing, ne, za par. Da Ja, ima meni je tudi ona, ker je v tudi. ženstvenim, mi je seksi, ne. Ja, Če bi bila ona zdaj nekaj tam se igrala isto, kadar reagira na nekakšno situacijo, bolj trdo, bolj tako, mi je kar tako, ne, ni to tvoje. Nisi to delo. ti, ja. It's okay, bom jaz, v redu je, ti ga objam, pa mu povej, da je super fant, sam, da ne deluje to, pa tako, ne, bom jaz mu rekel, zdajle so sklece, zdajle greš se sed. Ja. V redu je. Ja. No, mi doma še vedno tako, Scott, včasih še vedno rečeš, kaj klele, pa mislim, da boš ti boljš porihtala, pa ti se zmeniti. Takrat mu moraš reči, ne, dragi. It's time to be a man. Ja, lej, malo mu še pustim, zato, ker vem, da pač je to proces in je logično, in če on tako misli, tistem trenutku ga ne bom, valjda mora iti svoje cunno obdobje, to se strinjam, sem kdaj kakšni trenutki pa glih niso za to, tako da pol nekako probaš presoditi. Jaz kar vidim, ker z najstniki delam, je težava, če po izkušnjah je, da če ne bo, dokler boš ta najstnika prevzel, ti bo ta najstnika zvozila hišo. Ker enkrat bosta ta mala dva večja, fizično večja od tebe. In biologija zadaj deluje. In tako mene doma ne mora noben ostati. Jaz sem večji od vseh. In če ni oče postavlja, bi rekel meje, da tudi pokaže, kako se tretira mami in tako naprej, ne. Je pol v marsikaj, v kakšni hiši je tu otroci gazijo, ne, grdo rečeno, ampak ko tanki so, sam grejo čez starše, sam jemljejo, pa nič ne dajo. In je nevarno, in ker mislimo, zdaj bomo pa mi
Sej ni to znevela za vsazga, pa vse posod, ni to posploševanje, ker kakšni ne pri nas pa ni tako, ja, super. Ampak dajmo pogledati še čez 10, 15, 20 let, kaj se bo dogajalo. Kje bo pol, ne? Ja, tle je ta biologija zadaj, ne? Pač energija zadaj, ki gre čez vse, ima svoje principe, lahko mi razmišljamo o marsikerih, a ne? Ampak na koncu pa seveda premalo, no, zato sem te vprašal, kjer aspekt premalo in si super rekla, ja, da znamo poslušati sebe, ne? Ampak dejansko biti v stiku s svojo energijo. Kdo si, kaj bi radil, a ne? Pa vrednote, ne? Se mi zdi, da to se ful premalo poudarja. Mi je bilo všeč, ker si ti to v bistvu ful poudaril. Ker se mi zdi, da jih tako ful z lahkoto jemljamo, kaj pa je to, vse nima veze, ne? Se mi zdi, da to je ena taka stvar, da tudi otroku pomagaš razumeti, kaj so njegove, pa da ti veš, kaj so, recimo mi doma vedno, ne, pač se pogovarjamo o stvarih med spoštovanji, recimo, ne. V tej hiši se bomo spoštovali, ne, kaj to pomeni spoštovanje, da gledamo, tole zdajle ni bilo spoštljivo, ne. Da gremo čez stvari, da se, ja, da se konstantno ponavljajo te stvari, zdaj, kakšne vrednote bo potem on zbral, ko bo odrasel, a veš, ne morem. Komu jih boš ti dala? Sej, ja, ampak... A veš, kaj ti tudi ne moreš, kakšno vrednoto imaš ti, ko fališ Google Maps? A veš? No, ja, ne, ampak to vrednoto si dobila, to z lahkoto živiš, ne, ker jo ponavljaš že toliko in toliko let. Ja, ne zaupam si pa Google. Exactly, to in, ne? Ja. In zdaj reči, ja, moja vrednota je zaupanje, je bullshit, ne? Ja. Pač sorry, ne? Ampak šele, ki si priznaš, jaz bi rad, da je, ampak v resnici ni. V resnici sem ful nezaupljiv. Aha, zakaj pa sem? Ja, moraš pogledati, nazaj. Kaj je ver, ne? Aha, zaključiti ver, pa si lahko ustvariš, ok, zdaj pa bom odkril, kaj to sploh pomeni biti zaupljiv človek. Kaj pomeni zaupati sebi, zaupati partnerju, Googlu, sodelavcem, otrokom in tako, ne? Ker je dangerous, ne, tle noter, je nevarno, ne? Ja. Res je. Se pa strinjaj, pač imeti te vrednote osnovne, no. Se mi zdi, to je tisto, kar... Se pa strinjam, da se premalo pogovarjamo. Ja. To pa definitivno. Ja. Ali pa so recimo, ne vem, sem imela tudi izkušnje, to so pa naše vrednote, pa začneš delovanje opazovati, pa si misliš, daleč od tega, ne. Ampak ne, pač v njihovi glavi pa je ta vrednota, ne, v tistem trenutku. Pri meni recimo, ker rečejo kakšni starši, rečem, kaj pa so vaše vrednote? Ja, družina. Srečem, to ni vrednota. Družina je koncept. Najprej ste bili vi, pol sta bila s partnerjem, partnerko skupaj, sta bila par, pol je prišel otrok in zato je to zdaj družina. Družina ti ne more biti, ni vrednota za moje pojme. Je preveč, lepo se sliš na ven, spet ugajaš drugim, lepo poveš, ampak ni zadej ni nič. Je puhlica. A ne? Kaj so vrednote družine? Mora biti družina vrednota nekaj, kar je. Se pravi, da bi rekel, priješ v podjetje Microsoft, kaj je vrednota Microsofta? Microsoft. Ni. Ja, pač ni, ne. Ja. Nesmiselno bi se, povprašal bi te malo, če si tle noter zdrav, ne. Ampak pa tako rečemo, ja, moja vrednota je družina, smo pa vsi tako, kako lepo, družinski človek, razen da tam malo popije, pa tam malo udar, pa ja, ne vem, ne. Ne, družina mora imeti svoje vrednote, pač, In se strinjam, ja. Eno je, kaj govorimo, drugo je pa, kako kaj delamo. Ja, walk the talk, ne. Žal, dostikrat se kaj reče, pa se pol to ne naredi. Zato pravim, da je zelo zanimiv otroci ti tule odličen ogledal, ne. Ko rečeš nekaj, pa ugotoviš, pismo, samo imaš prav, ne. Predvsem ta mlajši, on zna dostikrat kakšno vršiti, glih v tistem trenutku, ko misliš, da si čisto okej, ti kakšno tako. Samo mami tole pa tole pa tole. Okej, hvala. Ko vidiš pol, da začne poslušati pa opazovati, ne. Tako da, ja, glej, rastemo z njimi. Ja. Pa v partnerstvu, pa v drugih odnosih. Se pravi, vedva pa sama dva furata ta biznis, ali imata še... Ja, ne, pol ima mož dela, v bistvu skoraj dela potem še nekaj za Avstralijo, ko imajo tam tudi svoj biznis, on je tudi že v njihovem biznisu, družinskem, ne vem, 25 let, če ne več. Mogoče sem se zmotila zdaj, tako da
Ja, kaj Se pa, opravičujem. mislim, je skrivnost, kaj je? Ne, imajo v bistvu uvoze, izvoze različnih surovin okej. iz Avstralije, iz Amerike, iz Nove Zelandije. Tako da, če sem čisto odkrita, zdaj, če me boš še detajle spraševal, ti bom kar povedala, da me niti nikoli. Zanimale so me, Ja. a veš, Nikoli me ni zanimalo, ja, tako da. jaz tudi zdaj vodim 2 biznisa, en je podjetje za čiščenje, drug je za life, to, a ne to, ja. ne. 2 različne branže in Ja. kako to furate in tako, pač Ja. iz tega vidika. Vse verjetno bi bilo bolj njega vprašati, ker ima direktno No, bi izkušnjo, mogoče ne. Ja. bolj, ampak mislim, da mu Ja. gre, no, zaenkrat je čisto okej, no. Tako da je navdušen, ker tudi malo bolj prevzema tam tudi vajeti, a ne, tako da je kle malo zdaj vprašljivo, a se bomo selili nazaj ali ne, ampak to je tam gor v oblakih, zaenkrat bomo videli, ko do tega pride. Če pa tebe zdaj vprašamo, greš, ne greš? Mislim, če gre on, gre me zraven. Skupaj so o tem, tako da kle ni druge. Kaj pa ta mali? Ali ne vejo še nič o tem? Ne, se vsi pogovarjamo, zato Ne, ker mislim, če je želja, bi šla, ali ne, tako pač. samo male dva, enkrat jih vprašaš, ja, drugič jih vprašaš, ne, to je tako. Veš, Samo ne poznata sveta dol, ne. sta bila, Mislim, zdaj sta ampak bila že 2-krat na obisku in vedno je Mislim, ne- lušten, samo to je ja. drugo, ne, obisk. Ne Ko poznata greš- sveta, hoditi v šolo in vse. Ne, to pa nista. Tako da pač angleščina ni problem, ker govorimo angleško doma. Pač, kadar se vsi pogovarjamo, je angleščina. Tako da vem, da če bo treba, boste že shendala, ne, pač. So dosti hujše zadeve. Točno to, tako da, ampak ne pač lej, vemo, da se lahko zgodi, če pride do tega, se bomo ukvarjali s tem, ko pridemo do tja, brez veze zdaj. Nama preveč razmišljati, tako da, ko pa začnejo se vsa vprašanja, se veš pa, v nadzor pa kako lahko to, kako lahko, no, lej, spusti. Okay. Ne veš, kaj bo. Ne veš, kaj bo. Dobro se poznaš. Ja, Bravo. lej. Ja. Se moram učiti. Ta del. sej. Odkrito. Tako delo delaš, a ne? Tle pa imaš zdaj stranke večinoma iz Slovenije. Tudi tujina. Se pravi, bolj Avstralija ali Ne, karkoli? kakšne so avstralske, ampak tudi UK recimo. Se Okay. kakšen najde, pa so imeli tudi iz Avstrije. Tako da se pa sprot zmenva, kdo bo pohendlal. Zdaj, če le lahko porobam jaz, če želijo skota. Pač odvisno je tudi, kaj želijo, a ne? Na čem hočejo delati v tistem trenutku. Kje pa? Kakšni pari so imeli pa tudi naj oba dva, recimo, ko so tudi pari že prišli iz tujine, pa sva pol oba dva v bistvu. Kje pa, kaj se promovirata tukaj po družbenih omrežjih? Ja, ali družbeno kako omrežje. znaš, ja? Družbeno omrežje, ja. Pa ko delam delavnice, recimo, ne, skozi delavnice, itak se najbolj. Pa tudi se mi zdi, da ta stik z osebo se mi zdi še vedno bolj pomemben. Vse družbene omrežja so res je, ampak ti začutiš človeka, ki ga spoznaš v živo. Ja, Ker na družbenih omrežjih včasih rečem, da ni Facebook, ampak je Fakebook, ker kako pa veš, kdo je res na uni strani, ne? Tudi jaz imam dostikrat izzive s tem, ko pišeš tiste objave, pa si misliš, pa pismo, pa dobro, lej, ne gre ven, ne si mislijo, kar si hočejo. To sem jaz stojim za tem, zdaj pa. Sam, ko te pa človek spozna, pa začuti, je pa spet drugo, no. Tako da se mi zdijo te delavnice, ali pa take, ne vem, razni webinarji, karkoli, ko delaš v živo, je najboljša promocija za tebe, ne. Ere pol ure še lahko fejkaš več, pa že težko. No, kakšni mojstri lahko, ne bomo v tem. Ja. Lahko tudi kakšne cel življenje, veš. Okay, ja. Tudi tako, ne. Pač, kje jim rukne ven, ampak sem tudi že... Iz že... lastne kože sem bolj razmišljal, ampak jaz ne moram niti več 2 minute, težko je, smrdi. se strinjam. Meni se zdi tako, ko si rekel prej, ful moraš dati energije. Ko moraš toliko razmišljati, čakaj, kaj zdaj rečem? Zato sem prej sem začela vprašala, a mi lahko uide, da ne bom klele kaj, ne? Narobe kakšno besedo. Komod. Delavnice pa online delaš ali tudi v živo? V živo. Kaj pa? Za koga? Za starše. Zdaj sem v bistvu bolj po vrtcih. Okay. Bolj po vrtcih. Tema pa? Prosim? Tema? Kar si izberejo. Delamo o čustvih, delamo o, pač ne vem, zavestno starševstvo, kaj to pomeni. Ne vem, pač vse, kar se spomnejo v bistvu. Ajde, v čustvih, jaz imam 5 pa 3 leta stara. Ajde, daj mi kakšen tip. Pač res, na svet. Glede česa? Ja, čustva, otroci, starši, delavnica o čustvih. Recimo, kaj smo govorili zdaj na zadnjih. Opazovali smo to, tam je bila zelo zanimiva v bistvu,
Kaj je ena mamica omenjala, da ko je otrok jezen, pa žalosten, da se ful težko z njim pogovarja. In smo potem v bistvu povezavo najdel, kako to izhaja iz njenega otroštva, ne? Kako ona v bistvu sodi jezo in žalost, ne? Da ni mogla v bistvu biti prisotna za otroka in pač spoštovati, da pač je on v tej situaciji, zdaj v tem trenutku in zgolj biti tam za njega. V bistvu hotela vedno popravljati. Tako da smo v bistvu iz tega, da smo govorili o tem, kako so čustva pomembna, kot so prej govorila, se pravi, čustva se bo izražala tudi na telesu. Če jih mi ne bomo dali ven, ne? Se pravi, ali je to skozi komunikacijo, ali da se zjoka človek, pač ne vem, če si jezen, da postaviš mejo, da uporabiš, ne, čustva na pameten način, ne, če lahko tako rečem. Če pač potlačiš te zadeve, pridejo ven, ne? Ali v obliki bolezni, največkrat, a ne? Ker more ven, vse more ven. A ne? In smo se o tem začeli recimo pogovarjati in potem prišli na to tematiko, ne? Kako v bistvu sodijo ta čustva iz otroštva, ker niso sami smeli recimo biti jezni ali pa žalostni, so se mogli vedno smejati, ne? In pol starš kot mama ni mogla biti prisotna v bistvu za otroka tam, ne? Ga je hotela vedno nekako speljati ven iz tega čustva, da je vse okej, ne? Kar sva pa že prej govorila, moraš slišati, moraš poslušati, da si tam za njih v tistem trenutku, tudi če to pomeni, da jih samo objameš. Tako da vse take zadeve, kako v bistvu jim pomagati, da so otroci okej s tem. Ker načeloma otrok, tako kot sva se pogovarjala, je okej s čustvi, ne? Mi starši smo pol tisti, ki začnemo zakomplicirati, a ne, ki izhajamo iz sebe. Pri nas recimo v naši familiji nismo kaj izražali čustev, ne, je bilo to vse zakamufliran, pod preprogo, potlačen, a ne, na kakršen koli način, ali si pa smejo, ne, vse je bilo vedno okej. Če si padel, bog ne daj, da si se zajokal, ne. Pač ne, si vse v redu, ne. Tako da vse take zadeve, no. A sem odgovorila? Zdaj ne vem, če nisem šla v napačno smer, ampak ja. Super. Tako da odkrivamo, no, take zadeve, ne, ko govorimo, recimo. Nimaš tako predavanje, ampak bolj odkrivate, vprašaš za primere, pa delate na konkretni. Imamo vse. Zdaj, včasih želijo, recimo, da gremo bolj v to čustveno inteligenco, se pravi, da začnemo bolj v čustvih govoriti in pol, kar jaz naredim vedno, probam less prep, more you varianta, ne. Se pravi, imam nekih 5 opornih točk, ki bi jih rada razložila, samo včasih se že prej, kje, ne vem, ustavimo, pa gremo mogoče v drugo tematiko tam, ne. Pač spremljam tisto, kar rabijo v tistem trenutku. Kakšni so pa želeli samo imeti v bistvu podporno skupino, tako da sem prišla, kdaj pa so samo prišli z vprašanji in smo potem reševali v bistvu ta vprašanja, no. Mislim, reševali, gledali druge perspektive, kako bi jim lahko pomagala, kaj bi lahko naredili, tako da neka podpora za njih, no. Ker je težko, saj če nimaš, a ne, tega vsega, če se ne učiš, je zelo težko biti starš, no. Tako da, že tako je težko biti starš, tudi ko se vsega zavedaš. Se mi zdi včasih, da zna biti še skoraj težji. V današnjih časih, ko je poplava informacij in moraš zavestno zbirati, kaj boš otroku dajal za gledati ali pa poslušati ali pa za jesti, ali pa že na koncu s kom ga boš pustil se družiti, a ne? Je zahtevno. Ja, res je. A pa ti omejuješ, s kom se lahko družijo? Ker recimo jaz, mi je ful težko recimo reči, s kom ne. Načeloma omejujem čisto, s kom se jaz družim, ne. Tako da, zdaj, ko gre na nogomet, ko gre na kempo, so tam pač razni in na koncu evo tudi je okno v svet, kaj vse obstaja. Zdaj tam si, da ti slediš trenerju, ne drugim otrokom, a ne. Z njimi pa sodeluj, kakor pač trener da navodila, zato je tam trener, da pač pove, da se ti nekaj tam naučiš in na koncu zaupam tem trenerjem, a ne. Se pravi, daš ga tam, kjer sem jaz, zaupam, in znam tudi otroku razložiti, zakaj sem ga tam dal. In da vem, ne, da pač ne pride kdaj, kam si me porinil, ne, kakšna opica je tam z mano 1 uro, sam kovne, 1 uro, 5 let star, pa ga prekovne 10-krat, tako da je, ne vem, kaj zdaj naredil narobe, a ne. Zdaj kot starš, če daš otroka taki osebi, moraš se zavedati, da ima to ene posledice, ne? In da si ti odgovoren. Noč zdaj reči otroku, kaj si tak. Če ga 1 uro nekdo maltretiral, kakšen bi pa ti bil? Tako, se pravi iz tega vidika.
Z tega vidika, sem bolj mislila, družba, ne, s kom se družijo, ker konec koncev, on bo zbral prijatelje. Ja. Se mi Ne, zdi. tle je namen, da na nas, ne, starših vidim, da mu predaš vrednote, spoštovanje in zberi si ljudi okrog sebe po vrednotah. Ja. A ima take vrednote, ki jih imaš ti, nima. Pa se zdaj vprašaj, če se boš veliko z njemu družil, bojo njegove vrednote ratale tvoje vrednote. Se pravi, če bo on skočil iz mosta, boš ti tudi, ne. Ne mi pol joka, da te boli, karkoli. Ali pa oči, prid me zdaj rešiti. Ja. Ja, Odgovornost, okej, ja. v skrajnih primerih, v drugih pa Ja. opa, ne, zdaj. Samo se mi zdi, da morajo vsi čez določene izkušnje. Ja, veš. normalno, Mi smo jih ne. tudi nabirali, saj če bi mene pri Izkušnja 20 je let- najboljša učiteljica. Točno ne. to. Ja. Točno to. Slaba ali dobra, vse Ja. na koncu koncev Saj dobro na zate. koncu bojo testirali te vrednote, ki jih mi dajemo, bojo oni testirali, a to res ti da željene rezultate ali ne. Res je. In zdaj jaz imam mojo vlogo namen v tem hiper svetu, ki pa je hiper, ki se hitro odvija, ne, nima tvoj otrok zdaj, če zgubi 1 leto, je lahko zadej, ne, govorimo, prej je bil Dejan tle, ki je povedal, sam nisem tukaj raziskoval, kitajski otroci pri 5 letih se učijo uporabe umetne inteligence, se pravi jo trenirati, uporabljati in tako. Zdaj, ko bo tukaj pa tukaj Kitajcev čez 15 let prišlo na trg delovne sile in bojo imeli to, naši se pa pri 18 ne znajo uporabljati. In ko bo tu zdaj bilo v svetu, pač boš delal za Boš unga, ki odzadaj, je ne. spredi, pač ko je, nimaš zdaj tle veliko za jokati. Ne. Pa zakaj mi blagornim, ja ne blagornim, ne. Pač sej ti si imel tudi to na voljo. Sam Tako tukaj iz ni, tega, ne, ja. v šolah pač tega Ja. nimajo, ne. Ja, nekje ne. Jaz mislim, da je problem v Sloveniji ta, da se branimo, ne, kakor še igričarstvo je še danes nekaj zlobnega in tako naprej, medtem ko na Danskem imajo srednjo šolo za to, a ne. Pa še pri nas, sem bil na enem posvetu par let nazaj, pa so rekli, pa dajte mladi se družiti ob enem filmu, ne, pa pol čez te karakterje v filmu debatirajte, kako se počutite, ne. Ja. Sem jaz v kateri dobi si ti, gospa, ostala, ne? Ste vi, gospa, ostala, sej bila že blizu ali pa 70 let stara iz ministrstva. In potem sem povedal ta primer, pa je rekel, ja, pa sej v nogometu tudi ne bojo vsi Messi, ne? Za gaming, recimo, ker so mladi gaming, ne? Pa sem rekel, ja, ne bojo, imajo pa saj priložnost biti, a je res? To je pa res. Če pa hoče danes otrok reče, oči, mami, jaz bi bil gamer, v kolikih družinah je tako, okej, sine, imaš poštima ali pa hčerka, imaš poštimano šolo, imaš, okej. Se gibaš vsak dan, vse, okej. Ješ zdravo, okej, se pravi, osnove so poštimane, evo, zdaj imaš pa 3 ure prostega časa, kaj bi? Bi gamal, zakaj? Hočem biti svetovni prvak. Super, ni problem. Imaš plan? A ne? Ker če hočeš biti svetovni prvak v nogometu, hodiš na trening in tam je trener, ki ti da trening, a ne? Nisi ti tam, ne hodiš na fuzbal 1 uro pa pol igraš nogomet in pol v soboto igraš tekmo, ne? Šeško recimo za 10krat na teden trenira, da enkrat igra, ne? Se pravi, imaš plan? Ker jaz ne poznam tega sveta, ne? Moraš mi zdaj ti prinesti program treninga, ne? Program mi prinesi. Kaj boš, daj boš, koliko boš, zakaj boš, malo razmisel, ne? In če bi tako pustil, ti otroka naučiš tle veliko noter lahko, ne? Sej lahko pa rečeš, ja, pa če gejma strelske igrice, nevroznanstveniki so dokazali, da se vklaplja v možganih isti receptorji oziroma kakor vojak na fronti in igričar se ima isti deli možganov vklapljajo, ne? Se pravi, da je pol moraš imeti tehnike sproščanja, ne? Se pravi, odvisno, kaj boš zdaj igral, zakaj boš igral, ne? Recimo, če mi pa reče, da bi GTA, ne boš, ne? To je pa bedarija živa. To pa v real lifeu postan GTA igralec. Pa imej milijone, pa delaj biznise, pa ne, da se tam učiš prodajati drogo, ubijati ljudi za, ne vem, neke misije, neke skupnosti. 20-letnikov zavaljenih, bradatih v maminih kleteh, a ne, pač ni tu. Tu pa, ne, se pravi, spet kaj, s kom, se pravi, zbirati, a ne. Kaj je intention odzadaj, ne, se pravi, kaj je tvoj namen. Kaj si želiš iz tega v bistvu narediti, ne. Tako. Da ni zdaj to tisto, grem prostočasno, zdaj bom pa sam igral, ne, ali pa beg iz realnosti, ne, kar je itak
Mislim, ker Sam imam jaz se to vprašati, izkušnjo. zakaj je. Jaz sem bežal iz realnosti čez gaming svet in ga poznam v nulo, ne govorim kar neki. Ne? Ja, sej to. In nikoli ni bilo pa, ok, ti bi bil, dobro, ajde nared plan. Ne? Ja. A veš, pol času covida, ko sem še to delal, pa sem tudi streamal, a ne pa pogovorne oddaje, pa podcaste na teme, smo pa tudi igrali, pa smo se 3 zbrali, pa smo prav načrtno, a ne, trenirali in pa smo šli na turnir in smo ga zmagali. Ne. Pač vsi čez 30 let stari smo zmagali, pač tudi mlajše. A ne. Pač sam dokazali smo si, jaz sem pa uresničil ene otroške sanje čez tisti turnir. A ne. Ampak zdaj pa, ne vem, mislim, da sem z Uršinim bratom en mesec nazaj nekaj malega igral, predtem pa mislim, da je leto pa pol nisem sploh. A ne. Načrtno? Ja, pač rekel sem dosti, pač itek imam zdaj v real lifeu dosti igr za igrati, da kaj pomislim, da bi tiste šel, pa pomislim, da moram inštalirati ali pa mogoče nekaj kupiti, mi je tako, ne da se mi sploh, pač v redu je, grem raj kupiti si srajco, kakor PlayStation recimo, ne. Ampak, ja, tako naši me igrajo. mine, ne. Recimo Scott se zelo rad s Tamalin 2 kakšno igrano, tako da so pol v bistvu skupaj kot Steam, ne, ampak imamo te Minecraft variante, da morajo graditi, pa razmišljati kako, ne, zelenjavo, pa hišo, pa kje najdejo kovine, pa tredajo v bistvu ful razmišljanja, točno to, ne. In znata, ne vem, se mi zdi kar v redu, no, to, da skupaj delajo kot tim, da nista sama. Point je sam, da veš, če si odvisen ali ne, je, ko pride ura, da se konča, kaj takrat, ne. Če rečeš še malo je god, pol veš, da si odvisen. Pol je, mislim, greš proti po stopnjah odvisnosti. Ja. Če pa pride, ura je 9, zdaj zaključimo, ok, smo, pridemo nazaj, ali pa čez 2 minute morate zaključiti, ok, nehamo karkoli, gremo tam v bazico na posle, da zaspimo in jutri naprej, pol pa veš, da ima pod kontrolo. In mislim, da je tu v bistvu. Ja, da znaš se učiš. Ponovadi je mami tista, ki pride dosti. Pa so vsi trije se zmenimo v bistvu, ne, imate toliko časa, sam pol, ko so oni že, ko so glih neki že sestavili in pol mami vidno tetečna, ne, ko pride tja, fante, zdaj je pa že, ne. Kako oči reagira, ne. Takrat je pa pomembno, kako ne, oči pa reče, v redu je, ja, dajmo zaključiti, to je to. No, saj pol je vse v redu. Sam, vedno je upor. Nikoli ne gre to idealno v tistem trenutku, ko misliš, da bojo ustavili, no. Po pravici povedano. Vedno je pa, zakaj zdaj, pa glih to sem naredil, vedno je glih to. Ja, pa zakaj zdaj sam še en košček čokolade? Ni. A veš, kaj mislim, ko si bila mlajša, si, ne? Ja. Eno, to bom. Ja, itak. Ajde še malo. Pa še malo, ja. Zdaj je bilo pa dosti. Ja, smo tam, ne. Pa v bistvu moraš pa, bi rekel, gledati na enemu časovni premici, ne. Česa je več, ne. A se zna ustaviti, a se ne zna. Valjda, ki te potegne, no, ti si glih v unmu, je takrat je tudi mogoče, da pogledaš iz vidika starša, da ga malo spremljaš, pa vidiš, da je ali da je sam neki dela pa zabija cajt. Ne, so noter. Ampak jaz pač nisem za te igrice, tako da vedno rečem, mami peče ti igrati, mami no igrala. Mami ni za to. Male je pa... Mami je za branje, jaz uživam z njima brati knjige, meni je to top. Da beremo. Sam na koncu pa, veš, ki pa mi, ki delaš z najstniki in tako, ne, pa je on te povabi v svoj svet, ne. In ti mogoče... Jaz mu ne bi smela reči ne, ja. Mislim, ne bi smela. Pomisel, da nekako ti vzameš, če rečeš, da gremo tu narediti, pa ti rečejo ne. Sej ne vzameš, ko on noče vrtnariti, ne. Znaš, mislim, kot odrasel, ampak večina ni, ne. Znaš to vzeti kot meni je rekel ne. Noče se z mano družiti, a veš. Ja, sam v njihovem svetu, ki pa še odrašča. Je pa še verjetno tako, ja, mogoče res. Veš, nisem nikoli pomislila, sam jaz vedno razložim fanta, mami bo raj z vama kaj drugega počela. Pač nekako ima povem, da imam tudi jaz svoje meje in to meni žal res ni užitek. Mi je super, da uživate z dadjem recimo tem Scottom, ne. Super, ja. Mami bo pa z vama delala, ne vem, bomo delali, ne vem, besede, bomo iskali besede, bomo delali puzzle, ne vem, take zadeve. Kle se pa jaz bolj najdem. Tako da nekako nikoli nisem gledala tako, da rečem njemu ne, no pa tudi ne vem, če sta ona dva tako vzela. Si mi dal pa dober point, tako da bom govorila, da on z njima. Bom vprašala, ja. Komunikacija. Včasih je tako, veš, sej ne boš rabila vedno, ampak mogoče bi pa jim res veliko pomembno, če pa
Zdaj, če ima bom naredila. Je pa druga, ker si pa mi je všeč, ker si rekla meje, da imaš, jih pa s tem tudi naučiš. Meni tu ne bom. Meni ni važno, kdo mi reče. Lahko mi rečeš ti, lahko mi reče oči, lahko mi reče kdorkoli, nekdo pomaha z milijardo evrov. Če ne. To ni, to je, ga pa naučiš to. Pa sej to jih tudi probam, veš, da ne rabita vedno za vse reči ja, ne. Zdaj, kar se tiče pomoči doma, kle ni trte mrte, kle se ne bomo pregovarjali, Tu si del skupnosti. To je del skupnosti, točno to, kle si moramo pomagati, Ampak, če je pa kakšna stvar, ki jih res ne veseli, pa pismo ne rabiš. Vprašaš, rečeš ne, v redu, razumem. Če si ti izmislila. Tako, mislim, veš, kaj si odrasli neki izmislimo. Zdaj bomo pa mi imeli visoke grede in bomo vsi tu pleveli. Ampak pa ga lahko dobiš, a pa rad ješ to z njavo, Ja, je drugo. Ne imajo svoj, oni imajo svoj žur, takrat, ko mi da delava na vrtu. Pač, če ni treba, rajš ne. Ne bom se tu vtikal, mislim, da sem tako, da zmeram lahko iz večjih stvari pogledaš. Pa sam, a veš, je pa tako, ko gledamo, zakaj ko ti onda povabilo v svoj svet, reči ja, zaradi tega, ker ko daš ti pol povabilo njemu v tvoj svet, je večja verjetnost, da ti bo rekel ja. Ja, ampak a je to namen, da vedno reče ja? Ne, da vedno reče ja. Ampak gre se, ko gledaš, za najstniška leta je tambal, zakaj prije do razhajanja. Da nismo skupaj več povezani, je, ker če ti njemu doskrat rečeš ne njegovemu svetu, ko je mlajši, ko bo on prišel v najstništvo, ker se naravno sploh fantje uprejo mami, zdaj ga pa mami povab v svoj svet, mami ti nisi prišla v mojega, zdaj pa jaz tudi v tvojega na vhodu. Pa mame žalostne, zakaj pač mi to reče, me ne objame, me me tretje, Ško je, če ti nočeš biti z njemu v njegovem svetu, No, pa ne so igrice, Ne govorim. Jaz prav zdaj razmišljam, kolikrat sem že rekla ne, ampak kar se pa tiče igric, sem pa skoraj vedno, tako da kar odkrit povem, da pač nisem, imajo svoj tim. Sem čisto vesela, da imajo, father. Ne govorim na tebe osebno, ampak govorim pač ko malo. Na splošno, sej cool point. Moram zdaj prav opazovati, v bistvu, to, kar si zdaj povedal, se bom prav začel, možgani so že začeli mleti. The best. Pa razmišljati. To je namen pogovorov. Točno to, evo. Isto ti meni, zaradi tega uživam, ker še me vpraša, kako jih lahko narediš 4 na dan, 4 zapored. Pa sem tako, meni je to top, jaz se nekaj naučim. Fora pa je, da zdaj, kar sva se medva pogovarjava, tisti pogovor zdaj nam je meni že šel. Tako da moram včasih pol podcast nazaj poslušati, pogledati svoj podcast. Ker je tako dober zaradi mojega performansa, ampak in doskrat jih ne, ker pač mi je tako. Zdaj mi je nekaj dalo, moj možgan je nekaj pobral in gremo naprej. Life gre naprej, ampak in to je namen teh pogovorov. Zdaj ga imam jaz dosti raj pogovor. Ti govoriš, jaz govorim, ker da je intervju. To bi mi bilo pa dolg čas. Ne, pa se dolg čas intervju. Pogovor je top. Pa še človek lažje v bistvu se bolj predstav, se mi zdi na tak način, ko zdaj delava čez pogovor. Bojo videli pač, kaj jih zanima, kaj jih ne. Tako, kot si rekel prej, eni bojo poslušali, eni bo dolg čas. Vsak po svoje. Pač z ničemer ne moreš zmagati. Če iskreno povem, vsakmu, ki posluša, sem hvaležen in top in super za vse komentarje in všečke in da imamo vedno več naročnikov. The best. In če komu ni všeč, rajši, da si negativen, če ni konstruktivna kritika, v Sloveniji je že toliko velik podcastov, če znaš angleško, jih je še toliko več. Najci tisto, kar te paše. Škoda mene pa Jasmino v tem primeru poslušati, pa se neki jezid, ko pa ta dva pa lamudita, it's ok. Za mene kanal. Za mene kanal, res je. Različne perspektive, se to je vedno tako. Pač najdeš tisto, kar paše tebi. In na koncu to v bistvu. Čeprav je pa tudi cool po drugi strani, da poslušaš stvari, s katerimi se ne strinjaš, ker ti včasih dajo ful širšo perspektivo na določeno stvar. Se mi ne zdi... Se mi zdi, da pa taki ljudje ponavadi pol
nimajo nekih negativnih izbruhov. Veš, kaj mislim, Ne. Ampak vzame tako, tule me pa je nekaj. Ne. Ja, pa da pogledaš, kje te je, pa zakaj te je, Ja, kaj se dogaja v tebi, ker vsak trigger je tvoj, ne. Ne glede na to, kaj kdo reče, na koncu se moraš ti pogledati pa razmisliti, zakaj te je to. Ampak meni se pa zdi top pogovarjati tudi z ljudmi, s katerimi se recimo v tistem trenutku ne strinja, zato da vidim, kako oni razmišljajo. Ja, Ker se v bistvu ful naučiš iz tega lahko, no. Tako da. Človeški možgan je bizaren, ko se pogovarjaš s takimi različnimi ljudmi, si kar tako, kje, odkje, kako? Ja. Kako ne? Recimo pač zdaj, ki je to aktualno v Sloveniji, ta naša politika je kar tako, kako, ne, kje? Meni je kar zanimivo, ker tu se prav zjutraj zbudiš in si tako, tako je, ali ne vem pač, zdaj bom pa tako naredil, ker, ne vem pač, impresivno mi je. Ja, ti povem odkrito, da ne spremljam politike. Ja. V bistvu poročil ne gledamo že takrat, ko se je COVID začel, ker se res ne strinjam, da je 80% negativnega, se mi zdi, zakaj bi filala možgane z nečim. No, sem kaj pa pol volitve preskočiš? Mislim, ne, ponovadi grem volit, ampak pol mojega očeta začnem spraševati za nasvet in pol v redu, ko mi on pove, pol malo pogledam, pa a se res strinjam s tem, a lahko za tem s tem. Sam koncev, a ne, kaj bomo naredili, ne vem. Zbrati najboljš med tistim, kar imaš. Ja, saj to je to. Ne vem, kadar smo do zdaj, ne vem, sploh se težko, če ti čisto odkrit povem, se zelo težko o tem sploh pogovarjam, ker skozi je neko klatenje unga, tretjega, četrtega, a ne, vsak ima neki, kako lahko ugotoviš, kaj je res najboljša varianta, ne. Ja. Greš iz sebe, izhajaš, pa upaš na najboljše, ampak se mi zdi, a veš, ko si enkrat tam gor, si to je tudi ena velika odgovornost, ko da vsaka čast vsem, ki se javijo za to, ne, upravljanje države, pa kam jo boš vodil, kako jo boš vodil. Pod vsemi pritiski in zahtevami. Ja. Ampak se pa pokaže nekaj, ne, koliko si načelen, koliko so tvoje vrednote in če bi jaz kaj komorkoli predal, vprašajte se, kaj so vaše vrednote in volite v skladu s tem. In to je to. Pa lahko rečemo, kaj pa, če nima noben teh vrednot. Good point, ne. Ja, kaj pa pol narediš? Ja, pa je tam, kjer zna biti, da ni volilne udeležbe. Kar se strinjam, je boljš, da gremo volit. Ja. Ampak koga, ne? Ja. Ne vem. Nočem kleno, v nobeno smer ne grem, ker dejansko... Ni point tega, ampak point je bolj to, ker so raziskvala ta human design in oni so zdaj tako izpostavljeni, ker je glih ta čas. In je zanimivo pač, kaj kdo govori, reče, naredi, kaj je naredil, kako zdaj vidi, kako to ocenjuje, bom odstopil, ne bom odstopil, integriteta gor dol med različnimi. Vse je težko v tej poziciji, veš, če začneš razmišljati. Nočem biti nefair do nobenega tam, ker koncev, veš, zdaj, tako kot si rekel, meni je res najbolj pomembno, ko opazuješ človeka, če nekaj govori, da te to dela. Ta integriteta mi je osnova tam, ne. In zdaj ne vem, zakaj jih dostikrat ljudje pol zaidejo. Ali je to res vpliv, ne, teh, ki so v ozadju, ali pač, ne vem, družba to hoče, ali ne vem, težko je reči, ne, ker nisem v njihovih čevljih in težko je soditi, no, zato pa pravim, da pač nočem nobenega kritizirati, vsaka čas vsakmu, ko se upa stopati, ampak če lahko, če sledi temu, kar govori, pol se klanjam, ne, sam. Se dostikrat spremenijo stvari, Pač upajmo, ne vemo, kva bo. Pejmo volit, pa bomo videli pola, ne. Ampak na koncu je pa naša odgovornost v vsakem primeru, se mi zdi, da to je bistvo tle spet, ne. Če greš ali pa ne greš, ne. Ja. Da pol ne pametuješ. Si soodgovoren za kar bo. Res je. Da pol ne kritizira, zakaj je tako ali pa zakaj ni tako, ne. Sploh v nekaj ne grejo volit, pa pol znajo v bistvu večkrat reči, da koga so zvolili, Si šel? Kje si pa ti bil, ne? Jaz pa nisem šel, Pol si tudi volil, ne? Pol si volil. Točno to. V bistvu smo vsi sokrivi v temu. Tako da ne moramo kazati s prstom na nobenega drugega. Ja. V tem sistemu, ne? Ja. Če bi bili v totalitarnem, kjer ne bi imeli pravo glasanja. To je drugo. Mi, da smo zdaj v Sloveniji. Ja, ampak se je pomembno zavedati, ne, teh stvari. Cool. Ta škatla je tle, ker delamo delavnice po šolah. Lahko najstniki vprašajo karkoli anonimno. Tako da noter so dejansko listki iz delavnic. Odpreš škatlo, enega vzameš in odgovoriš.
Sam poveš v mikrofon. Ja. Rad bi, da mi posel uspe in da ni težav prodajo, mogoče. Ja, mogoče. Mogoče. Ne, lahko pogledam. Boš pomagal. Rad bi, da mi posel uspe in da ni težav s prodajo. Se pravi, najstnik je v biznis vodah. Najstnik je v biznis vodah. Kaj bi rekla? Pod prvo bi rekla, da ne ustraja, da naj bo to, kar je, to, kar smo danes že. Ja. Pod prvo bi rekla, da ne ustrajam, se pravi, da je to, kar je. Da sledi vsem, kar smo že govorila, svojim vrednotam, se pravi, kaj v bistvu želi, da je njegova vizija. Zdaj, če samo razmišljaš to, da ti uspe, včasih mora biti neuspeh na poti do uspeha, se pravi, določene stvari se bojo zgodile z razlogom. Če sodim po sebi, pač ne gre vedno super krasno. Moraš vzeti v zakup, pač, da bojo stvari šle gor in dol, se pravi, da ni neka ravna črta kle. Ampak se mi zdi, da če delaš s srcem, da delaš to, kar res želiš, kar čutiš, kar pač je tvoja ideja, kaj hočeš v svet dati, se mi zdi, da ne moreš izgubiti. No. To je moje mnenje. Če si ti v tem. Ampak ja, je pa vztrajnost, predvsem vztrajnost, konsistenca, se pravi, ta commitment mora biti v tem, da si dosleden. Da pač ja, ob prvem padcu ne rečeš ne. Ja, da lahko sploh računaš na prodajo. Ne? To, ja. Pa da se daš ven, ne. Se pravi, da greš proti izven cone udobja, da se pokažeš. Tako da. Se mi zdi avtentično srce, slediti sebe. Cool. To je tvoj odgovor. Upam, da bo kaj prav prišlo, nisem dala nobene realne številke, ampak Ja. Sej ni bilo pač na koncu koncev, kakšni tudi ne napišejo vprašanje, sam pač svojo neko željo in pol probaš tam noter ga podpreti. Je pa top želja. Ja, super. Da že zdaj tako razmišlja v bistvu, ne? Ja, veliko mladih si želi uspeti in zaslužiti veliko denarja v Sloveniji. Pač tako 99% rok gre gor, ko vprašaš, da bi rad bil uspešen in zaslužil veliko denarja. Karkoli to že za koga pomeni. In si želijo pogovarjati o biznisu, o denarju, o financah, na živce jim gre, ker tega ni. Tako da, ja, zdaj, ker eni imajo preveč sanjsko predstavo o tem, da je to full easy, tam nekaj najdeš en produkt in ga lansiraš in ker tu leti in milijoni padajo, ne ve, da mora zadnji vložiti 12 do 14 ur dela na dan, če hoče to res hitro, da mu rata, in vprašanje, če je pripravljen živeti tak življenjski stil sploh. Klej je ful pomembna tudi. V nekaj letih govorimo, ne samo en dan ali pa en teden. Pomemben je v bistvu vsa tvoja prepričanja, ki pridejo ven, kad ti odpreš svoj biznis, vse pride ven. Tudi kakšen imaš ti odnos do denarja, kako ti razmišljaš, to, kar sem prej rekla, koliko se ceniš, kako vidiš sam sebe, tako da v bistvu, ko ti rasteš, lahko tudi tvoj posel raste, ne. Se pravi, pa tudi biti pripravljen vzeti pomoč, to podporo. Ne, da vztrajaš na svojem, zato, ker če vidiš, da je nekomu uspel, pa ti lahko tam pomaga, zakaj ne? Konec koncev je to bližnica, ne. Samo imamo ful to, ne, hočem sam. Rabiš mentorje, coache, nekoga, ki tu ima vsak uspešen, ima svojega mentorja. Res je. Osebna rast v ozadju vsega, se mi zdi, tudi lastnega biznisa, tako da. Vsekakor. In zadnje vprašanje, ti kakšno vprašanje zame? Če imam kakšno vprašanje zate? Karkoli. Ni tabu tem. Ni tabu teme? Okej. V idealnem svetu bi bilo kako? Preprosto, ljudje bi spoštovali sebe in vse živo okrog njih in bi izginilo 99,9% problemov, ki jih imamo. Cool. Ja, cool. Tvoj odgovor. Prosim. Si mi odgovoril. Bote fajn. Čau, čau. Hvala ti.